pač telo moraš pripraviti, tako kot ga moraš pri borilnih športih pripraviti na udarce, na različne segmente, različne tipe kondicije, moraš tudi na tek in na obremenitve se pripraviti. Ti, kdo pa je tvoj idol? Ne vem, jaz treniram to, jaz upam, da bom nekomu drugemu idol nekoč, a veš, ne. Ni bilo človeka v Sloveniji na Balkanu, ki je mislil, da bom jaz zmagal. Jaz sem pa takrat vedel, da tega človeka pač moram pretepsti, to je to, in me nič ne bi ustavil. Pa me je takrat, tako, ko sem glih v cilju, sem srečal Anico, pa rekla, Primož, daj, poglej onga tamle, ki leži na tleh. Ti si svež, ti si pripravljen kadarkoli laufati maraton pod 3 urami. Drage dame, dragi gospodje, dragi tekači in tekačice, tole epizodo boste poslušali zadnji avgustovski četrtek, tako, in z mano je prav poseben gost. Imel je Primož Vrbinc, klicali so ga ali pa ga še Vrbo, na Instagramu je klasičen foter, ja. Ampak boste videli, da je vse prej kot to. Primož, pozdravljen, živijo, dobrodošel. Lep pozdrav. Ne vem, kje ne začnem, ti si tako zanimiva osebnost, malo sem te pogooglal in je ven padal toliko enih stvari, tako da ne vem, kje ne začnem, ampak vseeno, za začetek, si danes že tekel? Seveda, kako ne bi, to bi bil že skoraj greh, če bi rekel, da nisem. Je pa res, da sem imel plan, da bi zjutraj šel, se pravi pred šihtom, pa sem šel pol šihtom, sem zjutraj malo zaspal. Rajš tečeš zjutraj, rajš tečeš popoldne, mislim, kaj ti je ljubše, če se že spraviš, no? Če bi mogel izbirati, me je bolj pač zjutraj, se pravi zgodaj zjutraj, tako kot pač imaš mir, pa tudi zrak je čist drugačen, kakor pol tisto pozno popoldne. Je pa tako, da sam nekih večjih zadržkov nimam, pač še moram trening narediti, ga pač naredim tudi na 33 stopinj ali pa 35. Sam takrat pač malo prilagodiš. Ta letošnji poletni vročinski val, val za valom, pravzaprav je bilo celo poletje, 3 mesece pečice, mikrovalovke, poslušal sem cel kup enega jamranja, ljudje so laufali skoraj v polnoči, pa jim bilo še vroče, ti praviš, pač vse se adaptiraš, ne vem, kako si ti, najbrž prvi vroči tek, topli tek je bil naporen, zdaj le zadnji, pa če je bilo samo 30, je bilo že v redu, ali kaj? Pa, veš, kako je bilo, v bistvu sredi julija smo šli v Pakoštan, glih na začetku tega vročinskega vala, in moram reči, da v bistvu prvi teden ni bil noben problem, se pač, kako bi rekel, čutiš, da je utrip višji, pa to, ampak ni bilo tako, kako bi rekel, da bi prav mogel se ustaviti. Razen enkrat, pa še to ne vem zakaj, takrat sem pa res mogel po 5 kilometrih odnehati, da besedno se ustaviti in hoditi domov. Ampak tako, večino časa, vseh 14 dni, ko sem pač delal 2 treninga, se pravi enega zjutraj, enega zvečer oziroma popoldne, ko je šla ta mala spat, nisem imel nekih težav. Pač paziti moraš na hidracijo, jaz sem imel eno zelo dobro izkušnjo okoli tega, tako da sem se takrat naučil, da pač pazim na elektrolite, pazim na tekočino, pa bo vse v redu. Izkušnja, da so te krči zvili, da si se vnesvestil, da si imel vročinsko kap, kaj tega? V bistvu je bil to moj prvi poskus maratona v Radencih, se pravi, to je tako že znano, da je takrat kar vroče, to je v bistvu drugi teden v maju, in je bilo tako, da sem v bistvu zadnjih 5 kilometrov mi je bilo že ful težko, pa ni bilo kjer nobene postaje za vodo, in potem zadnja ciljna ravnina je meni se zdelo, da sem Kipčoge, razumeš, da pač šprintam na polno, no in potem tema, pa se zbudim, gledam, kako so to neke cevke, vsi v belih halah okoli mene, in sem sam študiral, kako se je zdaj. Prvo vprašanje je bilo, kje sem, kaj se je zgodilo, ampak sem finiširal, kje je medalja? Mašjo, kje jo imaš? Sem se že začel tipati, ok, medalja je, prišel sem čez cilj, pobrelal v prvi maraton, zdaj pa pač kar bo. Tako da takrat sem dehidriral, pa tudi v bistvu tako, pregrel sem se dejansko, oni so rekli, da sem je pač računalnik zakuril, ker se mi je zdelo, da sem v neki drugi dimenziji, v nekem drugem svetu. Telefon, ko sem gledal, ko sem že eno hotel kontaktirati, je bil čisto nek drug operacijski sistem, ki ga še niso iznumili po moje. Tako da je taka, zanimiva izkušnja.
Mislim, to bi pa vsi alarmi zazvonili, žena bi rekla, da imaš prepoved maratonov, vsi, ki te poznajo, bi ti rekli, a smo ti rekli, da je to nezdrav šport, pa si govoril, da je kletka, življenju nevarna. Zdaj maratonu na konci skoraj poginil na maratonu, ne pod pestmi nasprotnika. No, kaj se je zgodilo, odzivi? No, v bistvu, tako bom rekel, žena je bila itak sam vesela, da sem v redu. Ti znanci moji so pa prvo, kar so rekli, mislim, da bi bil tak komentar, a vidiš, koliko je trmast, ne? A vidiš, koliko je trmast, gre preko sebe. Ok, jaz rečem tej trmi tudi ustrajnost. Tako, se mi zdi, da jo ulepšam, ampak pač zaradi tega, ker sem tak trmast, po naravi že pač skozi cel življenja, se mi zdi, da veliko stvari lahko dosežem. Ampak ni zdaj to neka taka, se mi zdi, da je to bolj ustrajnost kot trma. Trma je bolj tako pogovorno, bi lahko rekel. Če nekdaj ne stopiš čez mejo, ne veš, kaj ta meja recimo je. In si se kaj naučil iz tega najbrž, ne? Ja, seveda. Tako da pač res moraš paziti na hidracijo. Maraton res ni heca, se pravi, je resnica, da pač vsak zdrav človek ga lahko preteče brez problema, se pač tek je neko naše naravno gibanje, se že pač iz pradavnine, pa tudi zdaj v sodobnem svetu se še vedno to uporablja kot neka najbolj primitivna oblika lova. Je pa res, da pač polk že strmiš k temu, da boš imel nek elitni čas ali pa malo boljši čas, moš pa pač temu primerno se pripraviti. To moš računati, da jaz sem recimo začel laufati, se pravi julija 2023 in potem maja 2024 sem šel na prvi maraton. Vmes pa med MMA-om in tekom ni bilo praktično nobenega nekega resnega gibanja. Se pravi, vsaj 8 let sem imel neke take stagnacije, pauze, in pač telo moraš pripraviti. Tako, kot ga moraš pri borilnih športih pripraviti na udarce, na različne segmente, različne tipe kondicije, moraš tudi na tek in na obremenitve se pripraviti. Pa tudi recimo taka zanimiva izkušnja je bila, ker sem šel prvič laufati 20, ko na medvoški tek sem bil zadnji, zato ker pač nisem imel kakšni geli, kaj je uro, in pol že zapirajo progo, in pol, imamo še zadnjega tekmovalca, Primož Hrvinc, sem sam režil začel, kaj je to res, je možno. Pa recimo drug let, sem bil pa že, mislim, da drugi ali tretji v kategoriji, na isti prog. Medvoški s tem, da tudi recimo, če rečeva še za okoli maraton, če je bil maja ta res poguban, da sem laufal 3:48, nekaj tazga, sem pol oktobra laufal že 3:10 na Ljubljanskem maratonu. To je bil res korak preskok. Pač in v miselnosti in v pripravah in vsem. Človek, ki naredi 4 kroge med vodah s istim klancem, bi si mogel zaslužiti. Še dvojno medalje hecam se, pozdravljam Efi, ki to organizira konec septembra. To ne gre v Berlin, ne gre v Medvode laufati. Se ne ima še 20, kaj sam še 10, kaj jaz sem tam. 5, 10 pa 20, mislim, tako luštane. Ne, drugače, odlična scena, vse je super, sem tisti klanc pa res, bom rekel, prekovneš. Ampak, to, ki stočnic si dal, da bom jaz navedel zdajle samo fakte brute, ključna dejstva, Primož Vrbinc, že prej sem rekel, to, da si foter, je jasno, kdo v Instagramu te spremlja, si foter, mož in oče, varnostni inženir, klasičen, dotle. Nekdanji profesionalni MMA borec, to drži. Drži. Ki je v svoji profesionalni karieri zabeležil kar 9 zmag, o tem bo kakšno rekla človek, ki je pri rosnih, 24 nehal s tem športom, poniknil, potem pa leta 26 odlaufal maraton 2:54. To še pa nekakšna neklasična stvar. Treniraš pri Anici Živko, je tako nadaljavo sicer. Ima že kar nekaj stopničk, zdaj zmag zabeleženih. Omenil pa si tudi, da četrt stoletja, več kot pol življenja, si tudi prostovoljni gasilec. Tudi to drži. Kaj je tle klasičen, zakaj, preden greva v to, klasičen foter? Zakaj ta handle? To me najprej zanima. Zakaj Primož Vrbinc? Se pravi, jaz sem začel laufati pri 33, se mi zdi, da tam po 30, so vsi neki fotri, pač ni bilo, da so fotri, ampak resmo, pač da to nekako spada skupaj, da se vržejo v en šport. Zdaj, ali so kolesari, ali pa začnejo laufati. To je en vidik tega, se pravi, da sem kao klasičen fotor, ki se je vrgel v šport. Druga stvar je pa v bistvu ta, da nekako
je tudi parodija na klasičnega fotra. Se pravi, ker jaz hočem dokazati, da se da drugače, da pač si lahko zelo aktiven očka in kako bi rekel, da se res posvečaš otroku in da znaš in zmoreš usklajevati, se pravi, družinsko življenje in pa tudi treninge, da pač nekako vse se da, če se hoče, vmes pa tudi kakšne te klasične fore pač objavljam, ker me to nekako zabava, pa upam, da tudi kakšnega drugega. Tvoj namen je bil dejansko to, v bistvu na en način malo parodirati, bom rekel, klasične fotre, hkrati malo sam pokazati, kaj počneš, moče koga navdušiti, nasmejati. To je bil cilj, pravzaprav Instagrama. Ja, v bistvu tako, začel sem vse kot kar neka zajbancija, kot nek hec, sam pa sem povedal, da, v bistvu, da so mi tudi začeli najprej prijatelji pisati, pa tudi me ful spremljajo, to mi je bilo itak najbolj čudno. Pa so me pa začeli že tako tudi malo te, pač neki rekreativci, malo kontaktirati za kakšen nasvet, pa tako, kar zanimivo, kako se pa ta neka tekaška skupnost kar najde. Tako da zdaj resno, ker sem bil v nedeljo na Kranjsko-Gorski 10, se mi je zdelo, da tam že tako, 3/4 pa polovico ljudi poznava. To je nora, koliko hiter tako dejansko padaš noter v to. Se pravi, tekaška skupnost te je sprejela z odprtimi rokami in zdaj, ja, si eden. Upam, no. Influencerjev, si dobil že kakšno ponudbo od kakšnega podjetja, da bi pač delal za njih kaj? Imam sicer, se pravi, neko kodo pri eni spletni trgovini, ampak tako, da bi pa prav nekom imel kakšno sponzorsko pogodbo, to pa ne. To še pride, zdaj, tako boš imel 50,000 sledilcev, pa boš to novo kariero influencerja lahko da štartov. Ja, bomo videli, nikoli ne reči nikoli. Mislim, no, sej fajn, novi val influencerjev prohaja, to so fotrov, to mi všeč, pač fotrov 30-ih, ki se pač znajo pošaliti na svoj račun in to mi je zdaj všeč. Zdravljam tudi vse influencer, ki tam zunaj, sorry, to sem ni govoril o vas. Primož, zdaj pa takole, MMA, sem jaz to bežno poznam, en kolega mal je tudi vpet v to, ampak bolj pač z druge strani, pa vseeno, kako si se kot mladenič pa znajdu v borilnih športih, pa to MMA, ki je, bom rekel, ne samo fizično naporen, veliko je tam enih tveganj kariere, pač so, kar so dolge, tveganje za poškodbe je morda kar malo večje. Povej mi, vse mi povej, kje te je to navdušilo, kdaj si začel? Ja, v bistvu je to tako, jaz, ko si rekel, ne mladenič, jaz sem pravzaprav prvič se srečal z borilnimi veščinami, ko sem pač bil polnoleten. Zaradi tega, ker vsakič, ko sem imel kakšno idejo v osnovni šoli, da bi začel judo trenirati, ali pa boks, ali pa karate, ali pa jiu-jitsu, ali pa karkoli, so bili starši, sem tako, ne, pa boš rato nasilen, pa ni šans, pa kakšne borilne boš tam ulični pretepač in bla, 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 Tako da ko sem bil pač polnoleten, sem se pa odločil za pač največji ekstrem, najboljši približek ulični borbi, in to so bile pač mešane borilne veščine. Tako da relativno hitro sem začel tudi profesionalno tekmovati, vmes sem zamenil klub, oziroma sem hodil po večjih klubih, ker se mi je zdelo pač fajn, da glede na to, da je to segment, ki se borba odvija tako v stoji, se uporabljajo bokserske tehnike, tehnike tajskega boksa in drugih borilnih veščin, ki se pač dogajajo v stoji, in da imaš potem tudi borbo na parterju in pa še hkrati prehod iz stoječe borbe v parter. Tako da sem pa v bistvu treniral brazilski jiu-jitsu, rokoborbo, grško-rimski stil, tajski boks, pa pilil sem se tudi pač v boksu. Vmes sem pa potem pač povezoval vso to znanje v nekem MMA klubu, ki je tudi znan dosta na TNT Gym v Črnučah, ki pa danes tudi tam trenirajo te pač pravzaprav najboljši slovenski borci. Tudi eden aktualen prvak, pač najhitreje rastoče organizacije FNC. Tako zelo, zelo nakratko, mislim. Zdaj, sem dva sinova, stara 15 let, pa noče da več trenirati juda, ker sta več najstnika in ima to beden, prav jih spodbujam k temu, ampak ti praviš pa, da do 18. leta pač nisi bil na parterju. Potem si pa, vse te, čakaj, zdaj si že razložil, kaj to so mešane borilne veščine. To je v bistvu skupek vseh borilnih veščin, ki si jih naštel,
Naj si bo pač v njih klasičnih, ne vem, jiu-jitsu, pol malo sodobnejših, prav uporabljaš roke, noge, praktično vse dele telesa, sem pa z glavo možno razmišljati, ne. God damn, kako ti je uspelo recimo v 2 letih osvojiti vse te tehnike MMA, ok, si predstavljam, ne moreš biti, v MMA so nebrž različni profili, nekdani bokseri, nekdani jiu-jitseri in tako naprej, ampak ti si bil nič od tega, ne, se pravi, moraš od vsake borilne veščine nekaj osvojiti, zdaj kaj, kako trenirati zdaj posamezno tehniko, koliko časa, kako to zložiti skupaj, to mi je tako mind-blowing. Ja, to je v bistvu res iz nule je zelo težko začeti, ne? Ker pač res moraš vse neke osnove usvojiti, ampak po eni strani pa mogoče tudi dobro, zaradi tega, ker pač potem se lažje prilagodiš, ne? Ker recimo bokserski stav ni enak MMA stav, zato ker pač moraš malo drugače stati, da si malo bolj stabilen, pripravljen na rušenja in da se lažje braniš. Ne? Pa pol, mislim tako, kar se tiče pa usklajevanja, še ne vem, se kdaj pohicam, pa rečem, ja, da so študentska leta pa odpovedni rok nekaj najboljšega na tem svetu. Sam za ta študentska leta jaz ne vem, kako je takrat bilo, ne? Ker dejansko jaz sem mogel delati, mogel sem študirati, pa hkrati še redno trenirati, in vse to skupaj usklajevati. Tako da tudi zimski športi so zelo hitro odpadali, glede tega, da ne bi prišlo do kakšne poškodbe brezvezne, ker sem si pač v preteklosti, ker sem bil, ne vem, v 7. razredu, zlomil roko, ko sem z bordom padel, tako sem rekel, evo, to pač si zdaj ne morem prvoščati. Ja, mislim pač, prej sem omenil na začetku, da sem vztrajen oziroma trmast, in se spomnim, en trener za rokoborbo enkrat rekel, tako naj je postavil mene pa še enega prijatelja Žana, je rekel, Žan, ti si talent, Primož, ti si pa garač. Sem rekel, cool, ne. No, ampak to se pravi, dejansko si treniral vsako disciplino posebej pri svojem trenerju, ali kako je to izgledalo? V bistvu sem imel srečo, da je v Črnučah bil hkrati pač MMA klub, potem je bil za brazilski jiu-jitsu in pa za rokoborbo. Tako da pač sem v bistvu samo med 2 lokacijami mogel iti. Se pravi, iz Črnuč, pa potem tlele v Štepanskem naselju smo tudi imeli eno telovadnico, tam sem pa treniral tajski boks. Ampak to je bilo tako, veš, to so bili treningi recimo, ne vem, od 4 naprej, da ob 10 se je zaključil, pa probi zaspati pred eno, drugo, ker si poln adrenalina, pa zjutraj moraš pa ob 6 pa spet trenirati, pa treningi za moč, pa za kondicijo, pa tako. Čakaj, koliko ur, no zdaj mi pa tako povedati, se pravi, te treningi, ki so bili različne veščine ena za drugo, ali en trening, ki je trajal toliko časa? Različne ure so bile, pa recimo povprečen trening je trajal tam nekaj uro pa pol, za posamezen segment. Pa sem pa pač kdaj tudi kombiniral, se pravi, da ne vem, če se mi je kaj križalo, recimo, da sem imel, ob torkih rokoborbo, pa potem tajski boks, sem dobesedno letel iz rokoborbe na tajski boks. Pa sem pa pač, ne vem, 2-krat na teden sem pa siguren povezal to z MMA-jem. Ob sobotah so bili pa potem še kakšni sparingi prosti, pa gostovanja v tujini, velikrat smo šli recimo v Zagreb, do hrvaških kolegov, pa pač to tudi, pač veliko logistike vzame, veliko je bilo nekih stroškov, pa pač nekega bajnega denarja pa iz tega ni bilo. Pač, moram reči, da po eni strani je fajn, da sem ta karakter, da pač, če se neke zadeve lotem, da se lotem celovito, in da pač, čeprav sem to skozi tretiral kot nek hobi, sem pristopil tako čisto profesionalno, pa zelo sem tudi tekmoval, to se tudi zdaj v teku recimo pač odraža. Se pravi, na teden koliko ur, tako poprečno si na teden namenil športu, poleg faksa in dela, kot si rekel? Recimo, če je bila, ne vem, zjutraj vsaj 1 uro, potem vmes popoldne, če je bil čas pol ure za laufat, pa zvečer od ure pa pol do 3, pa 5-krat na teden vsaj, pa se tako pa malo preračuna še to kar nekaj ur, veliko več kot kar zateka. Se pravi, če gledam na tisti tak nek mal večji, ne bolj obsežen teden teka, gledam po uri, mi vzame 12 ur na teden. Zdaj, če si predstavljam, če bi to do MMA, to po moje še krat 2, pa celo krat 3 skoraj. Veliko je bilo tega in zelo veliko tudi odrekanja nekih, se pravi, zato sem rekel, da pač kaj so to študentska leta. Mislim, fascinira me, da si za popadu, marsikdo bi rekel, ok, bom treniral boks, pa mi je zanimivo, mogoče še kaj drugega, pa proba še kakšen jiu-jitsu.
pa imaš vrh glave, ti si kar naenkrat bil v nekih 4 športih, plus MMA, plus vse ostalo. Mislim, prej nisi ne vem kaj počel, mislim, kako se potem prehranjuješ, pa spiš, mislim, kako, ok, si mlad, 18-19 let star, ampak vseeno, bi rekel človek, na predavanjih poje zakinkaš, itak, na šihtu, ne vem, karkoli že delaš, to je bilo pa tako, veš, kako bi rekel, ne vem sicer po eni strani, kako sem zmogel vse to nazaj, ko sem zagledal za nazaj, ker sem pač delal večino časa v selitvenem servisu, tako da, veš, to je pač tak fizikala, ne. Za faks je pa tako, da pač sem pa res malo mogel selekcionirati, ne, pač prav na tiste obvezne vaje, ki so bile, sem mogel iti nujno, ne. Potem sem pa res gledal, da pač ne, po prvem predavanju, če mi je bil profesor všeč, pa profesorca, ne, v smislu pač kako predaja znanje naprej, potem sem pač hodil, drugače sem pa res bolj kaneje predavanja spuščal, no, res, kar je bilo obvezno, kar me je veselilo, ti sem pač poslušal, drugače pa bolj kaneje, ne. Ampak faks si zdelal potem razmerno. Diplomiran, tako da sem diplomiran inženir tehnične varnosti, pa sem še študiral, da bi, leta 2019 sem dobil idejo, sem rekel, kako pa če bi naredil še magisterij ob delu, seveda, in sem pač klical profesorja od enega do drugega in so rekli, veste, morate biti pa stalno prisoten na vajah in gor in dol, nič se ne da skrajšati, ne. In pol, gled si ga zlomka, pride leto 2020, korona, se pa vse dan nadaljalo, ne, mislim, to je prav res, ne vem, zelo zanimivo, ironija velika, ne. Pa se je pa dal tudi doktorirati nadaljavo, če bi bilo njih potrebno. Ja, vidiš, dal se tudi trenirati od doma, če smo že pri tem. No, ampak katera disciplina, katera veščina, borilna veščina, ti pa vsem mogoče bila bolj pisana na kožo, ali pa ti trener rekel, zakaj se ne posvetiš, ne vem, ali si bil grappler, ali si bil bolj, ne vem, bokser, kaj si bil? Bolj me je stand-up sedel, se pravi, res mi je bil všeč ta stil tajskega boksa, sem tudi v bistvu vmes, med samo kariero sem šel za 40 dni na Tajsko, tako da sem tudi tam pil te veščine, tam so bili pa treningi pa res 6 ur na dan, pač ni bilo debate, 3 ure zjutraj, 3 ure zvečer in pač moraš priti, moraš 1 uro v bistvu delati na kondiciji, potem sem imel nekako 1 uro tehnike, pa še 1 uro na pede, se pravi na fokuse. Pa so bili pa različni dnevi, so bili tudi za pač kakšne sparinge in podobno. Tako da zanimivo je bilo, da ne vem, zadnji teden je bila neka fora, da so nas dali v krogu in smo mogli delati v bistvu ta klinč, se pravi, da se primaš skupaj, pa malo izmenjuješ kolena, in je bil pač tam en ful visok Nizozemec, se pravi, vsi probali za glavo prijemati, tu mi pač sem takole se stegnil gor in nisem mogel nič, sem ga pa pač prijel, pa svipno, se pravi spotaknil, kar tudi lahko narediš, še bil si tako, kaj je zdaj to, in so prišli do mene, bi se v torek bojil, sem rekel, jaz sem v torek v Sloveniji, tako da hvala. Se pravi, če bi hotel, bi naredil kariero tajskega boksa, prav na kraju samem, ne? Mislim, tam bi lahko imel eno borbo, recimo, ne, če bi se, vse to, veš, je tako, Tajska je pač itak znana po ene parih stvareh, zdaj pač prvo, po mojem ne rabim prav veliko razlagati, za kakšen turizem gre, drugo je potem recimo tajski boks, tretje so pa pol steroid vacation, vsaj tako je nekako bilo, pol imaš pa pač četrto, pa tako, dejansko greš gledati naravo in podobno. Zdaj bom preoprašal svoje prijatelje, ki hodijo tja dol, kam na teh 4 se uvrščajo. Kaj si opcije 4 lažeš? Tajski boksi se šel, sigurno. Ampak, 18 si začel, pri 20 si bil pa že v cirkutu, si že tekmoval, si že bil v cageu ali kaj? Tako je, v bistvu vmes smo, mislim, da šli, enkrat smo imeli klubski turnir amaterski, pa sem tam eno borbo zmagal, eno sem zgubil, ki me je zalepil, en izkušenejši borc me je zalepil, kaj čez glavo, tako da sem pač sam padel, knockdown, Potem smo šli, mislim, da v Varaždin enkrat ali 2-krat, tako da nekaj amaterskih borb imamo, mislim, da sem enkrat celo bil 3, če se ne motim na enem turnirju. Pa v bistvu smo pa že šli kar na profijo, se pravi, prvo borbo sem imel, mislim, da pred 300 ljudmi v kazinoju v Kongo, Grosuplen, tako da pač ti se bilo res zanimivo, Danes tudi, če te prekinem, tako enostavno prideti med profiče, recimo, da pokažeš neki talenta, neki spretnosti, pa ti rečejo, ti boš profič. Mislim, veš kako bom rekel, se pravi, mi smo imeli eno
veliko srečo, da je bilo relativno veliko organizacij. Pa tudi tako se mi zdi, da kar se tiče papirologije in vseh ostalih prijavnin pa tega, da pač so včasih malo bolj lažje to speljali, ker ni bilo tako regulirano. Danes pač ne vem, tako, če pogledava za eno gasilsko veselico nekaj organizirati, imaš cel kup papirjev. Mislim, sam osebno vem, ker sem jih tudi organiziral. In se mi zdi, da iz tega vidika, da si se imel možnost boriti na večjih organizacijah, je bilo nam lažje. Iz drugega vidika, da pa imajo zdaj mladi Instagram, je pa to za njih ful bolj. Jaz sem tako, velikrat se tako pogovarjal s prijatelji, sem rekel, pismo, če bi jaz v tistem mojemu primu, takrat, ko sem bil res pač najboljši v svoji karieri, da bi takrat jaz imel Instagram, pa da bi bilo to tak hype, da bi bilo to tako vzdušeno, pa to bi lahko res dober denar potegnil tega. In mislim, da ja, pač moram reči, da se MMA šport spet nekako razvija, tudi v Sloveniji imamo kar nekaj perspektivnih borcev, spremljam, sicer ne toliko redno, ker nekako še vedno živim to filozofijo, ker sem jo takrat, ko sem treniral, ko sem me tako vprašal v kakšnem intervjuju, ti kdo pa je tvoj idol? Sem rekel, pismo, ne vem, jaz treniram to, jaz upam, da bom nekomu drugmu idol nekoč, a veš, sem kar tako čudno, zakaj ti to ne gledaš, nekako, jaz sem normalen, pač nisem bil, Tako da se upravičujem danes, če bo kaj o teku govorila, pa če kakšnega tekača nam poznal, je to pač približno ista mentaliteta. Tole bom rekel, dokler maraton ne laufaš po 3, ti je to vse oproščeno. Naj drugi tebe poznajo, zato te vam tudi kot gosta, da mogoče pokažemo v Sloveniji, s kje vse prihajajo pač naši dobri tekači. Prej si že rekel, omenil si med jutranjim večernim treningom, si vmes kot tudi teče kondicija. Kdo je kadarkoli gledal kakšen film v borilnih športih, posod je sekvenca. Od roke naprej, ker nekdo laufa in se živalsko poti in tako naprej. Tako da, ja, se pravi, brez tega ne gre. Ja, to je nekako osnova. Mislim, pač vsaka, veš, in za ogrevanje laufaš, in pač tako za vzdrževanje kondicije. Ampak je pa res, recimo, to je bilo ful zanimivo, ker smo imeli en skupen trening, smo gledali, recimo, kaj je pač res bil dober tajski borc, mislim pač borc v tajskem boksu, pa je rekel, da lahko proba še malo jiu-jitsu, jaz sem zdaj začel. Recimo v stojki, v stoji je imel pač ful kondicije, na tleh je crknil po 30 sekundah, ker to so čisto drugi gibi in vse. Jaz, kar sem pa prej omenil, da sem recimo pač v sred dneva kaj laufal, to so bili pa tako, 2 kilometra, 3, če povem, sem sovražil teka, to mi je bilo tako najhujša stvar med treningi, kar sem tako, da sem mogel laufati. Ampak je tudi zanimivo, recimo, če zdaj za nazaj gledam, imam v spominu en dogodek, ker vem, da sem se, neko za matematiko, nekaj učil v osnovni šoli in sem bil ful razfrustriran, razumeš, ko solze so mi tekle od vsega in se spomnim, da je mati takrat rekla, daj, obleci se 5 laufata, ker sem vsake toliko šel, ko je še en krok, da se prav spomnim, da sem imel nek tak češki dres, v smislu češki, ker sem vem, da so takrat je bilo ful modern, da so babice, stare mame hodile na Češko kupati oblačila in to je bil en tak moder, svetlikajoč, pisno, da bi prišel, ne vem, iz drugega konca Rusije, veš, iz Sovjetske zveze in v tistem sem jaz laufal, pa v enih starih supergah, ampak počutil sem se pa pol dober, tako da pač tek je legne, nimaš kaj. Mislim, da vidiš, potem ti je bil malo ti je bil že vcepljen nekam v gene. Ja. Tako je. Samo v tistem obdobju mi je bil pa res zadnje zlo, ki sem ga mogel upraviti vsak dan. No, ampak si ga mogel, mislim, je bil pa del programa, nisi to ti sam upeljal, ampak trenerji so ti to upeljali noter. Zdaj, čisto na hitro, jaz tu nisem poznavalec, ampak vsi vejo, kaj je UFC, potem pa VFC, pa FFC, kaj je z vsemi temi različnimi, kaj se skriva z vsemi temi različnimi kraticami, tako. Ja, se pravi, UFC je Ultimate Fighting Championship, to je v bistvu najbolj znana svetovna organizacija, tudi mislim, da ima največji nabor borcev, oni so v bistvu pionirji tega, mislim, prej so bili Rio Heroes, ki to izhaja nekako iz Valetuda, kot kao dovoljeno vse, pač dobesedno ulične borbe v kletki, oni so pa pravzaprav bili prva organizacija, ki so pač nekako postavili pravila, naredili te mehne rokavice
in so počasi rastali, ne, zdaj mislim, da imajo že skoraj 340 ali koliko dogodkov, ne. Potem slovenska organizacija najstarejša, mislim, da je World Free Fight Challenge, ne, je VFC, je pa pač slovenska mislim, da imajo 25 let letos, če se ne motim, ne, tam so tudi pač nastopili in vsak se v Sloveniji hotel pač ugledati borbe, a ne, vidno, če bo VFC, pač bomo tja šli gledati, ne. Po nekaj časa je bil Final Fight Championship, ne, to je pač FFC, ki so mislim, da začeli v bistvu s to serijo dogodkov, zaradi tega, ko se je Mirko Krokop Filipović, ne, se pravi najbolj znan hrvaški MMA borac, ne, upokojil. Sam ne vem, so takrat začeli, mislim, so dali, da se je upokojil iz K1, to čisto točno ne vem, no, K1 je pa tudi neka mešanca, se pravi borilnih veščin v stoje samo, ne, se pravi, da brez parterne borbe. Zdaj, trenutno v vzponu je pa FNC, ta je pa pač res trenutno po Balkanom in po tah, recimo, regiji je zdaj pač v takem vzponu. Pa moram tudi reči, da je ful bolj prepoznaven, po moje, tudi po zaslugi slovenskih borcev, predvsem Milana Fabijana, ker pač jaz njega poznam, mi da sva v bistvu tako na velikih eventih bila skupaj in on je pač presežen, on je skozi isto te fore, ki so bile. To jih je on delal že, se pravi, več kot 10 let nazaj, 12 let nazaj, ko smo bili skupaj. In tudi recimo, ko si se ogreval, pa ko si slišal neke živalske krike, pa ti si ubica, ne, ti si to si vedel, ok, to je Fabijan. Tako da pač on jim je res, moram reči, da so mu lahko kar hvaležni za vse, kar je pač naredil temu. Mislim, in obratno nas. Potter praviš, Paul. Bomo borilnih športov v Sloveniji. Potem pa 40. Ja, on je zdaj dejansko šel v MMA, mislim, da je zdaj 2 leti ali 3 leta, se pravi, po 38 je zamenil šport. Sicer je imel neke že borilne rezultate iz MMA-ja, ampak to že, ne vem, ful dolg se je takrat razlagal, da on sploh ni vedel, kaj je to, in da pač so ga zrušali na tla in pač tam končali borbo. Tako da tle pa zdaj pismo doberjeno, pač dobro podlago ima, se pravi z borbe v stoje, tako da zdaj se pili tudi v temu parterju, in super, jaz komi čakam na njegov naslednji pač nastop. Vendarle, po vseh teh letih še malo spremljaš, zdaj bolj spremljaš. Malo še spremljam, tudi ta veš, najbolj je tako, občasno tudi še kaj komentiram, pa se pol hecam, da delam domačo nalogo, ker pač moram malo za nazaj pogledati, ker tukaj sem rekel, pač ni ono zdaj, da bi gledal vsak dogodek, kaj je, ampak tako, ker so nekakšni borci poznani ali pa zanimivi, ali pa ne vem, se dosti govori o čem, takrat si pol pogledam. Res smo zdaj bili, prvi dan dopusta v Pakoštane, se pač boril spet Conor McGregor, pač mislim, to je fenomen tega športa. Tazga človeka ne bo nikoli več. To je eden in edini. Pač veliko bo še Khabibov, veliko bo še telih Islamov in podobnih, ampak samo eden in edini je Conor McGregor. On je res dobesedno prišel from zero to hero. On je razlagal, da je boril se, prvo leto se je boril v dvorani s 500 ljudmi, čez 2 leti je bil že dvojni prvak v eni organizaciji, potem je pač naredil UFC celo revolucijo. In pa tudi pač tako, kar se tiče investicij pač v svojih zaslužkov, po moje dobro naredil, ga je pa pol ta slava pač pokvarila, nažalost. Ja, zadnja stvar sem videl, je delo reklama za viski, pa no, pred zadnja stvar sem videl a si neki zlomil eno koščico v nogi. Ja, je zdaj bilo v bistvu, ko je imel ta povratek, je nekako zelo, zelo štorast je pač pristal na tisto nogo in se mislim, da potrgal te križne vizije ali nekaj tazga in to bilo pač se je videl tako, da ne morem delevati. Pač škoda, pa s tem, da je prišel po 5 letih nazaj, ko je nazadnje pač zgubil za prekinitvijo, zaradi tega, ker se je zlomil nogo. Pač v bistvu zlomil si je obe kosti v noge in pač golenico in piščal. Tako to je zelo, zelo taka težka poškodba in v bistvu iz tega je malo zabredno. Mislim, ja, je pa naredil pač milijonski imperij vsega skupaj. Itak, mislim. Upam, da ne bo vsega pognal. Po moje, da ne, da je to se zdaj že toliko potenciral, da je preskrbljen in njegovi 4 otroci. Še en foten. No, sej zaradi Conora McGregorja sem mogoče pol očesa včasih spremljal te zadeve, imam mogoče zaradi Joe Rogana tudi, ko boš začel
ko bo začel snemati podcast, boš slovenski Joe Rogan lahko, evo, tako, ja. Možno. Komentator MMA-ja pa podcaster. Eltarska kategorija, ne, koliko si imel, 77, do 77 kg? 70, ja. Ja. Jaz sem sicer naredil v lahki, se pravi do 70, oziroma nekaj je bilo, mislim, do 72 zmenjeno, ne. Ampak 77 je bila kar tista pač kategorija, ki mi je pasala, ker pač tisto, ki sem mogel zbirati kile do 70, to je bilo katastrofa, no, mislim, kaj tazga pa res ne bi, no, se več šel, ne, in tudi recimo danes, ne, te borci, ki zbirajo kile, imajo tudi čist drugačne metode, no, ker mi smo kaj poznali, pač malo stradi, malo slabo jej, pač v smislu, da ne bi jej brkane zelenjava, pa to, popet pa v savno, pa crka, ne, dokler ne zbiješ te kile, mislim, tako, pač res smo bili kar amateri pri tem. Zdaj pa, kakšne so pa, mislim, ampak najprej, je isto kot pri boksu, kjer se pač izstradaš, izsušiš in potem nažereš in imaš na borbi 5 kil več, ali, ja. Tako, isto, eni so pač mojstri v tem, ne, zbijajo tudi po 15 kil, pa pridobijo pa nazaj 10, pa tako, no, mislim, pač eni so res ekstremni, vse veliko, MMA borcev je tudi imel hude zdravstvene težave zaradi tega, ne, pač zaradi ekstremne dehidracije in pač ostalih zadev, ne, ki pač pride za tem, ne, odpoved ledvic in podobno, ne. Je pa pol bilo lažje, ne, ker pač dokler si ti na flašo se rehidriral, ne, je bilo čisto drugačno, danes se mi zdi, da grejo več ali manj vsi na infuzijo, ne, in si ti v bistvu pol ure dober, ne, pač dobiš nazaj vso tisto tekočino, ne, plus dodatke, ne, ki jih imaš lahko, ne, kot so neki vitamini, aminokisline in podobne zadeve, ne. Ja, te kategorije do 70 do 72, v bistvu so to fake kategorije, ker ni ben navaga na dan. Mislim, so se veliko že ukvarjali s tem, pa kako na kakšen način bi to uredili, no, sam neke prave tiste, ne vem, ideje, pa pol premika ni bilo, no. Ker vem, da sem imel tudi neke ideje, da bi to v bistvu v času trenažnega procesa mogli večkrat tehtati, da bi videli, v kateri kategoriji si in bi pač padel tisto neko kao naravno težo. Sem pač, ne vem, tako je, ja. Mislim, ni še toliko zaostreno pa regulirano ta šport, no. Čak, mogoče pač bo čez, a te kdaj zamika, da bi šel še malo kletko, da bi spet malo začel brcati, da bi spet malo začel, Pa mislim, da je bila gov, če bi rekel, da ne, a ne, sam ste pa, mislim, kako bom rekel, no, v bistvu doživljam tiste občutke, ki vidim enega fajterja, pa tiste izraze, pomno, ko hodijo proti kletki, ker točno ne vem, kaj se mu roji po glavi, kako se počuti, a ne, in to so res taki občutki, ki jih težko upišeš, a ne, dokler to ne doživiš, a ne. Je pa tako, no, da pač nekako realno se pol vedno tudi malo zabrenzal, pa rečem, pa imaš, to je po glave, ki si ga zaprl, a ne, v svoji knjigi. In mislim, da ni na neke realne možnosti, da bi kdaj prišel nazaj, a ne, v to, ker konc koncev računi zdaj 12 let od zadnje borbe, a ne, da bi prišel spet nazaj v trenažni proces, bi zlihal, ker še let traja in kdo me bo čakal 1 let. Ja. Pa vendarle, ne, zdaj si le fotor, pa imaš še druge obveznosti. Pa. Kako nevaren? Je pa ful zanimivo, recimo, ko sem se pa enkrat tako, da je ful presenetil, sem ženo vprašal, tako njen odgovor me je ful presenetil, sem rekel, ti tako, če bi, ne, malo se tako, že vsake tok se kakšen kaj, pol, ko bi rekel, no, malo petelinija, a ne, pa se kaj mene umeni, a ne, in pol tako rečem, Katarini, ne rečem ti, če bi jaz tako se zdaj odločil, da se grem spet v MMA, pač borita, ne, mislim, kaj bi ti rekel na to? Mislim, pa 15, mislim, tako, da bo zdaj da je njih, kva ti ni jasa, ne, fotor, pa 15, če te veseli v tem smislu. Okay. Tako da dovoljenje imam, ne. Mislim, vse ne vem, kaj boljša, ne, da ti rečejo ne, pa si pol zaradi tega bolj odločen, da mogoče jih pa boš pripričal, ali ti rečejo odzvoli, pa ti rečeš, pa se pa ne grem, brez veze. Mislim, sej, a se je šport bistveno spremenil za teh 12 letih, ker te ni, ne vem, tek se je recimo ful spremenil v 12 letih, tudi na, ne samo profi, tudi na rekreativni sceni, kaj pa MMA? Ja, veš, tako, no, se pravi, določene tehnike so se spremenile, način treniranja se je spremenil, ne, tudi miselnost borcev se mi zdi, pa predvsem to, kar sem omenil, ne, se pravi, ta medijska izpostavljenost sploh na socialnih omrežjih, a ne, mislim, to je res odpira mladim perspektivnim športnikom pač vrata v svet in pa pač tudi sponzorske pogodbe in podobno, ne, ker jaz vem, da
pismo, ne, in sem poslal preko 200 mailov, ne, od tega se je takrat, se prav spomnim, samo en javil in to je bil Toper. In Toper se je javil, da bi mene sponzorili. To je bilo nekaj neverjetnega takrat. In to je bilo še tako zanimivo sosledje, ne, da sem takrat prvič doživel to, da sta me in mama in oče prišla gledati, ker sta bila drugače itak tudi tako proti. Ne bom rekel, da me nista podpirali, ker pač sta mene, sam ne, tako navzven, ne, pa tako nek deep down, ne. In točno tisto tekmo, ko je prišla direktorica Toperja, pa mat, pa fotor, sem jaz pač dobil po kepi z Google in še takrat tisto najhujšo poškodbo pravzaprav doživel, da je bila pa še ena dodatna pika na i, je bilo pa tako, da sem se takrat menil za eno borbo v Združenih državah, ne, iz kjer pa ni bilo nič in sem imel tudi že na mizi, se pravi, zavarovalno polico, ne? In kaj misliš, da se je zgodilo s tisto zavarovalno polico, ker nisem šel v Ameriko in nisem podpisal, jaz sem pa takrat zaradi tiste poškodbe imel 2 operaciji, 12-14 tednov, sem bil out, tako da takrat bi se lahko še na avto ali pa motor kupil zaradi pač škodnine, pa ni bilo nič od tega. Tako. Pa že tako ni bilo nobenega denarja pravšati temu, pa Dina srečka, ki si jo imel. Mislim, a veš, vsi mislijo, ja, da je vsak lahko Conor McGregor, ne? Pa ni, ne, če tako pogledam, moja prva borba, za katero mislim, ko sem se boril za 150 evrov, ko je to danes še pač tekaških čevljev tekmovalnih ne dobiš za denar, ne? A veš, pa tako ta zadnja, mislim, da je bila pa nekaj čez 2000, ne, za borbo, pa plus ostalo, ker so bili se pravi sponzorski dodatki. Danes lahko hiter fanti pridejo do številk 5-10 tisoč, to je pa že malo drugačno, ali pa recimo, kar se je boril in tudi usvojil potem pač to prvenstvo Jakob Nedoh, slovenski MMA borcu PFL je dobil $100,000, to pač so pa že resni denarji. To pa potem res lahko živiš od tega, ne? Ja, pa poškodbe saniraš, če smo že pri tem, ja. Ni tako. Mislim, moram reči, da tako, iz samih borb sem imel relativno malo poškodb, 2 sta bile taki zaporedni, ena je bila ta v bistvu pač blowout fraktura orbitale, zaradi tega, ker je pač tisti nasprotnik je pesmi od kola in me je pač udaril na ta način, da mi je zarinil palc v oko, zlomil spodnjo kost, orbitalo. To pomeni, da ti potem oko dobesedno pade dol in da pač vidiš dvojno sliko. To je bila ena poškodba, potem tista za zadnjo borbo, sem imel pa pravzaprav neko čudno deformacijo zapestja oziroma teh malih kost, in je mene to dejansko toliko bolelo, da ko sem udaril v fokus, da je pač šlo takole, se pravi, čez vse živce, ugotovili so mi pol še eno zadevo in sicer deviacijo nosnega pretina, sam nisem mogel reči, da je to pač direktno zbor, pa pač pomagali sicer, zihar ni izboljšati situacijo, ampak to je bilo tako res smešno, imel sem en zdravniški pregled za gasilce. Me ona gospa vpraša, zdravnica, a vi kaj slabo spite po noči, zbujate? Ja, skozi, zakaj? A ste kaj ženi? Ja, ful, ja. No, veste zakaj? Ne vem, povejte. Ja, zato, kaj imate nos vrderban. Ja, ok, kaj pa je, ne? Ja, imate tle zadebeljeno steno, bla, bla, ne? Pa sem šel na eno operacijo, pa so pa ugotovili, da je še globi nekaj, mislim, da sem večkrat vrnem, takrat je bilo glih tako na tapeti, se pravi, glih sem pisal diplomsko nalogo, v tistem letu, pa so mi ugotovili še tole poškodbo, in so rekli pač, mi te bomo operirali, če boš nehal, oziroma te bomo operirali, ko se boš nehal boriti. In pa sem rekel, mogoče pa zdaj to, pač to, da pač toliko enih stvari se poklopili, da zdaj pa pač lahko zaprem to poglavje v svojem življenju, ker itak sem pa nehal borilne veščine v stoje trenirati, ker me je zapestje toliko bolelo. Pa sem pa rekel, ok, bom probal brazilski jiu-jitsu, pač če ne bo težava z nosom, nisem na treningu dobil en komolc v glavo, v arkado, da se mi je arkada lepo razbila, sem rekel, ok, super. Tako da sem pa nekaj časa še rokoborbo, še lahko treniral, pa sem pa to počasi opustil in zaključil s tem. Pogosto, da, mislim, je nevaren šport, MMA, je veliko poškodb, oziroma veliko končan kariere zaradi tega, ker se pač nekaj polomi in strga in tako naprej. Jaz se tako dostikrat hecam, sam verjetno je tudi kar nekaj resnice na tem, da pač imamo mi boljšo statistiko poškodb, kot nogometaši, recimo. No, to je, prav. Jaz tisto, kar sem že prej omenil, mi imamo dejansko več poškodb, ko izvirajo iz treninga,
kakor iz samih borb. Ker konec konca vsi mislijo, kako je to brutalno, se ti treniraš telo, pač, so te, ne vem, razne poškodbe kože, ki se zgodijo, razbite arkade, potem tle na čelu, ki se pač veliko krvi ven izlije, zaradi tega, ker je veliko žil tam. Zlomi so redkejši, se pač ne vem, zgodi recimo, če delajo kakšne vzvode na roke, pa nasprotnih ne tapka, pač takrat se zgodi, da je tudi kakšen zlom, pa da se kakšne vezi pretrgajo, ampak vseeno, pač to ni ulična borba, kjer je dovoljeno vse, tam je tudi sodnik noter zato, da zaščiti borca, se pravi, po eni strani pazi, da spoštujete pravila igre, in pa hkrati tudi, da v primeru, ko pride do kočljive situacije, da zna posredovati in da ustavi pravočasno, da pač ne pride do poškodbe. Zdajle, spoštovane, ne tega delati sami doma, oziroma sosedom, pokličite Vrbinca, pa bomo povedal, da niste za ta šport. Pač laufite, točen to počnite, kar on tudi laufa, lejte, profi MMA borci šel laufanje, to vam je vse jasno, sam gledajte po televiziji ali pa pejte fotkat. Če ste že tam, izvoli. Včasih se hecam, da včasih mi je še kakšen lahko zbežal, zdaj tudi to ne more. Še zadnje vprašanje na to temo, potem pa greva res malo bolj v tek. Si šel kdaj z Džakićem pol na pivo na splavih? Ne, nisem imel še te priložnosti. Sem ga pa spremljal v živo v Stožicah lansko leto, letos. Mislim, da letos, ko je pač sicer premagal enega slovenskega borca, Bojana Kosednarja želel, tako da pač to mi je bilo malo škoda, ker je bila trilogija in ima zdaj pač on 2 zmagi, ampak ni bilo niti taka, mislim, ker se pol ne gibaš več v teh krogih, ampak ga sem rekel, pač, jaz nimam osebno nobene zamere z mojimi nasprotniki, kljub temu, da sva z Džakićem imela res rivalstvo, da so se sovražila iz dna duše, kar se je pol tudi videlo v tisti borbi, ker pač ne je mogel trener dobesedno skočiti v ring, pa me odvlez stranke, pač sodnik me ni mogel ustaviti, ker sem ga pač tam brcal po tleh. Ampak ni, pač, to je v žaru borbe, kako ne rečemo. Pač. Ampak si pravi, to tvoja najbolj razvpita zmaga, ki si jo kadar. Ja, zaradi tega, ker dejansko, jaz mislim, da takrat razen verjeten moje trenerske ekipe, pa še to so bili verjeten v skrbeh, ni bilo človeka v Sloveniji na Balkanu, ki je mislil, da bom jaz zmagal. Jaz sem pa takrat vedel, da tega človeka pač moram pretepsti, to je to, in me nič ne bi ustavil. Tako je bilo, še en tak moment je bil prosto smešen, zato se vidi pol na izrazu moje face, ko hodim dol, po stopnicah, ker to sem imel, cel šov bil, pač polna arena, pač to je bilo za me nekaj neverjetnega, takrat 10.000 ljudi v zagrebški areni in kličejo Primož Vrbinc in pol, namesto da bi bil komad, ki sem si ga jaz zamislil, kako uvoden, začne You're simply the best, nekaj tazga v Whitney Houston, sem bil sam tako, what the fuck je zdaj to? To je zdaj tako še ena zadnja zebancija pred to borbo ali kaj, In pol pač, ko se prišla, sem res mislil, zdaj bi pač jaz mogel gagati, da pač bo težko, ampak sem ga pač v redu zadev z upkickom, on je pol padel na tla, sem ga še zbrcal soccer kicki, ki so bila tudi moja taka posebnost, in zdaj je bila rešena, pač v minuti pa pol, in pol se je pa začel, jaz sem takrat prvič v življenju se počutil kot nek ta pravi MMA borc, ker sem šel v garderobo pa pogledal na Facebook, sem 200 prošen za prijateljstvo, koliko sporočil, itak je bilo od tega, budala, govno, cigla in bla bla, pa do tega, dej pridke do plavega kota, dej tlele pozdravi z tribune, mislim tako, res sem se počutil kot zvezda. Mislim, pa ko si nehal, čez 1 leto si nehal, pa si že daj začer spati kasneje, pa si pogrešal malo adrenalin, pa si rekel, spet bi enega malo nalomil, mislim, pa si nehal, pa si imel druge stvari, ampak vse malo drugač, pa da bi nehal balinati. Itak, sem malo razmišljal, sem tako, spomnim se tudi po tisti poškodbi z očesom, da sem pač bil bolen in si takrat prvič v življenju rekel, pa kako ti to treba, kako si tak debil, da pač zdaj tle tvegaš vita, Tako da, pač takrat je bilo pa s tisto, ko sem bil na Dunaju, zadnja borba, ko sem pač se boril proti domačinu in jaz sem pa šel pač analizirati ta video in sem gledal, to je bilo
preko 150 udarcev na tleh, pa še ni bilo zadostno, sem ga mogel še zadaviti, da je sodnik pač prekinil. Mislim, veš, mi je bilo tako, tisto, kar sem rekel, se pravi, stvar sodnika je tudi, da te v bistvu varuje. In zdaj pač med temi 150 udarci sem vmes par verjetno narobe udaril in sem si poškodoval zapestje, pa slovensko zdravstvo, kar je, Jaz sem se pazil s to roko težko, nekaj poškodovano, pripelil sam iz Dunaja z avtom. Pa sem šel, se spomnim, odkrat je bil sponzor, lastnik Cereze, pa so me tu čakali, bil direkten prenos, tako da to mislim, da je bilo tudi ena parka citirana, ali pa doskrat me reče ta Novigan Heca, ki je naredil takrat intervju, rekel, ko sem prijel krigel, sem začutil, da z roko nekaj ni v redu, če se pač tako, Po 4 urah vožnje iz Dunaja prideš in hočeš spiti enega mrzuga, pa ne moš roke dvigati, mislim, z roko prijeti na tiste pol kilce. No in pol naslednji dan sem šel pač na urgenco in je bilo tako zanimivo, pač zdravnik je rekel, ja, zlomljeno je, pridemo v ovčarno, ta kos ni zlomljena, ampak jaz ti moram gips dati gor. No in pol je bilo, ne vem, čez 14 dni bila roka čist drugačna, deformirana, ker so mi dali tisti gips dol, vse me je bolelo in pol, mislim, da sem 1 let, pa 2 leti hodil na neke terapije, ki niso bile vredne počenega groša, pač, ne vem, vmes sem šel tu slikati se na MRI, na magnetno resonanco, pa so me kar zgubili v sistemu, nikoli nisem dobil tistega izvida, pa glej si ga zlom, ker sem imel to srečo, da pač delam v taki firmi, ki so imeli tudi svojo fizioterapevko, delam na Zavodu za varstvo pri delu, in sem šel na 2 terapiji do pač une fizioterapevtke in ne moš verjeti, pač roka je v redu, ne boli več, ker meni je ta roka skozi delala probleme, tudi recimo na motorju, veš pač, ko moš držati gasa, in mi je roka se pač umrtvičila, Najtežje mi je bilo, recimo, ker sem delal še v selitvenem servisu, še potem, kot študent, tako le goriti na kamion, ko se ti zapestje upogne. To res so bile velike težave. Pa si pa rešil to zadevo, se pravi. Super, zdaj moram reči, da res sem hvaležen, da sem spoznal to fizioterapeutko Danilo, pa mi je pač to rešila. In tudi še zdaj, jaz res presegam, nima veze, jaz se počakam, če je ona na dopustu, kjerkoli, pač takrat, ko imaš prosti termin, grem v tep in to je to, nobeno drugo več. Pa sem imel kar veliko teh fizioterapeutov, pa maserjev in Ok, 8 let fast forward, Vrbinc, nekdani Vrbo, strah in trepet, ja, od Štepanca do Bežigrada, vse posod, zdaj začne jogirati, laufati in pa gre na maraton. Kaj se je zgodilo v fotru? Ker si začel urediti, ali kaj? To je bilo tako zanimivo, mislim, zdaj sem objavil en reel, pač razlika, ker v 3 letih, ker sem začel laufati, ker sem bil pač malo tako bolj zalitan, zdaj nisem več, ampak to je bilo res tako zanimivo, se pravi, delal sem v enem podjetju kot notranji varnostni inženir, in videl na oglasni deski, da pač podjetje plača štartnino na Ljubljanski maraton. To bi pa res rad doživel, ker pač dejansko živim ob Tržaški, in sem vsak let spremljal in te Franje in maratone pač čez balkone. Pač res tako doživetje, zanimivo bi bilo. Razen tisti let, ko je bila žena v bistvu že malo čez roka, da bo rodila. Takrat sem tako malo paniko naredil tem rediteljem, sem rekel ti, če bo žena slučajno mogla iti roditi, me bo te spustila, že rojeva, on je bil že čisto pripravljen, že akcija, da bojo mene spustila, sem rekel, zdihi, ni še nič se ne dogaja, sem v primeru. No, skratka, da se vrnem, vidim tisto, pa sem rekel, pismo, da grem jaz probati laufati, sem vzel ene stare tenisice, vse take že ugulevne, po moje so bile stare, glih toliko let, ker sem nehal trenirati, se pravi več kot 8, in se oblečem, nekomi sem najdel neke športne kratke hlače, pa eno majico staro, in pač grem laufati, tele po Tivoliju, delam kroge gor in dol, da sem pač naredil tistih 10 kilometrov, ker sem jih mimo grede prvič v življenju prelaufal. Jaz prej nisem po moje več kot 5 kilometrov, niti po moje še 5 kilometrov pred tem nisem prelaufal,
in sem laufal, ne vem, uro 6 nekaj tazga, sem rekel, pol tisti naši kadrovnici, ja, daj mi prijav na 10, ne. Ko pač me pogleda, pa, kaj na 10, 3 grejo na pol maraton, ti si tak športnik, 5 na pol maraton. Prav, ne grem, ne, in to je bilo, se pravi, ne vem, mislim, da prvi teden julija, sem začel pač laufati, pa sem tako, 2-krat, 3-krat na teden laufal, vmes sem tudi hodil malo na te tekme, ki mi je pač bilo tako zanimivo, in tudi pač itak všeč, da sem imel te prireditve tekaške. Vmes je bilo tudi to, kar sem ti omenil, da sem bil zadnji v Medvodah, pol pač pride ti zdan maraton in mislim, da je bilo to neki, mislim, pol maraton, da meni je bilo to nekaj neverjetnega. Pač, jaz sem toliko užival, čeprav sem imel ful slab čas, mislim, da sem uro 55 laufal, ali mislim slab čas glede na zdaj, kako gledam, kako zdaj laufam, pa s tem, da sem si takrat še zadnjič upihnil Ventolin, ja, tudi še v povezavi s tem, zakaj pravim, ja, tako, se pravi, zakaj pravim, da je tek zdravilo za vse tegobe človeštva, pa me vsi tako ponovadi čudno gledajo, zakaj tako razmišljamo, je zadeva taka, da tam malo po rojstnem dnevu, se pravi v sredi februarja, sem jaz začel kašljati, tako neprestano. Nekaj takega se mi je zgodilo tudi pred korono, in to je bilo tako, jaz nisem mogel dokončati stavka, brez da bi vsaj 5-krat, 10-krat zakašljal, in to so bili kar napadi, ki se niso končali. In prejšnji zdravnik moj je pač pred 2 leti, pred tem ponovnim dogodkom, je rekel, ne vem, kaj bi bilo, pa mi je dal še slikanje pljuča, z rentgenom, pa mi neč pokazali, pa je to mirovalo. No, tisto leto, 2023, sem imel že drugo zdravnico in je rekla, jaz mislim, da je to astma. Noč uredil me pač ta potenca za pulmonologa, in ti pač tisto nekaj ti daje antiživce, in ti sprožijo napad, in so mi potrdili. No, ampak, ko sem zdaj začel laufati, tudi sem že čas nehal tiste Ventoline si upihovati, pa tiste še en ta drug je, in res prav za maraton, za pol maraton, takrat oktobra sem se zadnjič zjutraj upihal in pol nikoli več, nisem imel niti nobenega napada in super, mislim, tudi zdaj, ko sem šel na kontrolni pregled, je rekel, da super, tudi pljučna kapaciteta se mi je ful povečala in vse, sem kar hvaležen, da sem začel laufati in da tudi ko moram reči, da čitak že tako, kot starša, greš lahko v dva ekstrema, ali pač nimaš nič živcev, nimaš nobenega živca, ali si pa pač ful kalma. Jaz res trudim se, da sem taka, da pač veš, bom tako rekel, če sem tak banalen primer, ne vem, če se nekaj polije, ali pa kaj, to smo bili mi navajeni v pitje, v redu je, poblišano, to je to, a veš, mislim, res, se mi zdi, da tudi tako, da največkrat dobim kakšno tako vprašanje, ki je povezano z MMA-jem, ti primaš, pa kako to, da si ti boril, pa se ti sploh ne zgledaš tak človek za to, ti si čist smeren, se rekel, šport je ključ do uspeha, ključ do tega, da si ti psihično dober in fizično dober, se mi zdi, da danes, v pač tem modernem ritmu, ki imamo in pač plus kar informacije, ki so nam na voljo, da pač, če ti nimaš neke take sprostitve, da se ne gibaš, da je to zelo slabo za nas. In tudi opažam, da tisti, ki se gibajo, pa tudi, če se malo gibajo, pa vse je boljš, kot nič, da se ful boljš počutijo, bolj se obnašajo, bolj so mirni, pa tudi konec koncev uspešnejši. Tako, mislim, da se malo filozofiral. No, ampak Jan, lepo si povedal, in mislim, da je svoje izkušnje, mislim, zanimivo, šport, ki ne pogled, agresiven je lahko pomirjujoč za človekov psiho in hkrati miroljuben človek lahko počne karkoli oziroma ukvarjate se športom katerimkoli, da boste svojo notranjo agresijo sprostili po teh kanalih ven iz sebe, ne nujno na bližnje okrog sebe. Bravo, to lekcijo, ki recimo si jo mladi fotri zapište, jaz sem včasih preveč koleričen se mi zdi, pa se tudi trudim, predvsem manj sem, kot je bil recimo, mogoče moj oče, to so drugi časi, pa še vsem sem, na koncu, ampak ja, večkrat se moram jezik pogledati pa reči točno to, kar si rekel. Vse se je samo nekaj razbil, tista šalca, komu mar, da si pokvarimo moče večer. Ok, pol maraton, potem Radence si omenil, na Radence si se potem vrnil, naslednje leto, a si se vrnil, seveda lansko leto. To je že lansko, mislim, to je tako hitro se dogajalo. Človek je prišel na sceno. Ne moreš verjeti, mislim, tako, koliko se to res hitro odvija, tudi zdaj, recimo, ko smo se v službi preselili v nove pisarne, sem končno lahko malo to,
sidov, tle sem bil spravljen v eni škatli, pa se gor pač na pokalih se pa prah nabiral, ni to pač bilo tako nekaj, kot mojo veškavo. Kako se temu reče, glavno, kot polička zmage, no, zdaj imam to pač v službi, in tako ful mi zanimivo, kako to si v 3 letih vse dobo, pa se rekel, pa se za vsak tek niti ne dobiš medalja, Pač pa ja, Radenci, to, drugače tako, super organizacija, super prireditev, lani je bilo sploh super, ker je bila še ta Vila Eksena, je ta mala pol uživala na polno, če res naredijo tako družinsko to vse, in ja, pa še sem v Radence šel direkt s tem namenom, da pač dam čez to, da pač tisto prvo izkušnjo pozabim in sem tudi bil dejansko 14. tretji v kategoriji moje, tako sem rekel, pa to se valjda ni zgodilo, to je nemogoče, Pa, ker sem dobil tisto medaljo domov, ki je pač ful večja, kot navadno, sem si rekel, je to možno, sem si rekel, takrat sem laufal 3 ure 9 minut, pač noro. Mislim, je pa tako, veš, ženo bom težje prepričal, da gremo nazaj v Radence, še ne lažje prepričati za kakšne te druge maratone, ker se mi zdi, da tako res probam ta tek nekako tako narediti, da je pač to, da ni to glavni dogodek, ki se tam dogaja, ampak da je pač v bistvu izlet in tekom izleta je en dogodek. Recimo zato pač smo letos bili že v Sevilji, pa smo bili prej en teden na Kanarskih otokih, na Gran Canaria, pa smo šli v Padovo, iz Padove v Toskano, zdaj pač bo oktobrski, bo v Ljubljani, pa šli bomo šli prav deleč, gremo pa decembra pa še enkrat na Kanarce, na Lanzarote maraton, to se pač tudi ful veselim. Pa zdaj, ko sem imela obletnico, žena mi je kupila v bistvu štartnino za Rim, da to se pa ful veselim, da bo. Že tako mi je všeč, resno, veš, kaj je v Puli, si bil daj na pulskem maratonu, mislim pol maratonu. Pol maraton, mislim, večerni, a ne? Ja, tako je, imaš 5-10 pa pol maratone, No, ker prideš, tam je tako, v bistvu greš na konc po drugem krogu, pač unika ima 10, ko grejo po prvem, pač ko grejo na pol, grejo po drugem krogu, tako pač po tisti stezici je full strmi in prideš na to areno, je tam cilja, tle imaš pa pač ciljna ravnina, ki gledaš kolose in to pač, ne vem, tudi neverjetno. Že letos sem tako kolebo, gremo v Rim ali gremo v Seviljo, Pa sem pač v bistvu v Seviljo, se ženo pač odločila, da gremo raje to, ker je bila boljša kombinacija, se pravi Kanarci plus Sevilja, pa še ona je malo vezana na to mesto, ker je pač tam bila na izmenjavi, Erasmus, da pač smo imeli vodičko. Mislim, izbral si enega najhitrejših evropskih maratonov v zadnjih letih. Sevilja je dobila ful na popularnosti, enkrat sem jo so komentiral na televiziji, bilo je malo toplo, ampak ravno je, tam hodijo najboljši na svetu postavljati norme pa rekorde, in evo. Je to čisto ravno, mislim, to moj prvi komentar, ko sem se snemal, pač doskrat to naredim, da se malo posnamem, potem, da imam tiste prve občutke, to tudi trenerka moja zelo rada sliši, kakšni so bili moji občutki. Mene pa vedno malo beta, tako jaz sem večino časa sam razmišljal, moram zdaj gelo vzeti, bolj da še malo počakam, mislim, večino časa, ko laufaš, si tako malo odsoten, laufaš, pol kakšno stvar občuduješ, pol že ne vem, vmes kakšno enačbo rešiš, ko pač ful je, ne vem, zanimivo, ampak večino časa imaš prazna glava, pač ne razmišljam o ničemer. Je pa res zelo, zelo raven, ful lep mest, zelo hiter maraton tudi, sam tle sem imel pa tudi eno nesrečo, tako v smislu, da pač najprej, ko smo prišli na Kanarske otoke, je pač ta mala zbolela, pol je žena zbolela in pol, glej si ga zlomka, jaz sem bil cel cajt, sem bil zdrav, razumem, sam v petek sem pa začel že nekaj, sem čutil, v soboto pred tekmo sem že tako prav take smrkle ven pluvo, pa kašlu, ne vem, kovančki za cent, 2, sem rekel, pisno, tole, ne vem, koliko dobro, tako sem rekel, špejt, kukar bo, in se pol naredil rekord, Drugače sem bil pripravljen po mojem še za bolj, še za hitreje, da bi šel pod 2,50, sem pač bolezen, pač nimaš kaj. Je bilo pa tudi zanimivo, tako pač, ko sem videl na Instagramu, da so objavili neko statistiko, iz katerih držav so bili, pa sem jim pisal, če me lahko povejo, koliko jih je bilo iz Slovenije, pač ko da me Ferbec Maldara in prav, bili ste 4 in ti si bil prvi. Kaj še to, veš, pač v seviljskem maratonu najhitrejši Slovenci. Sam tako mislim, da je to možno, tako res, ko se to dogaja.
Pa tako, vse je nek tak, nič, kaj poseben čas, ne, pač je pod 3 urami, sam tako, da si ti iz take majhne države in da si še pač najboljši, tam tako, vrhunsko, kaj ne rečem, pa da imaš 17 tažen, tako kot nas je bilo, ne. Tako, če gledaš res, kar se tiče samih ljudi, ne, če primerjam recimo z Dunajskim maratonom, ne, ker tam jih imaš oboje združeno, ne, se pravi, in pol in cel, ne, pa je tam 45-43 tažen trdijo, ne, pač to je res, jaz sem se tresel, bom prišel pravočasno od garderobe do prve te štartne pozicije, ker sem bil na super fast runners, ne, ker sem bil pač v bistvu blizu 3 ur. Ne. In takrat na Dunaju je bilo res, mislim, da Jernej Markovec povedal tudi, ne, da kako so sledje je to bilo. V petek, ko smo bili, in tam smo bili v kratkih hlačah, kratkih rokavih, v soboto smo že malo pulovere dali, zjutraj, ko sem šel pa kaj, sem bil pa vas zadekaj, to je bilo po moje res pihal, je kaj svina, občutil se je kao -6 ali -8, pač to je bilo res nekaj neverjetnega, kakšen prehod. Takrat sem imel še težave s pokostnico, no, tako da sem pa laufal 3:15 takrat. Te je vreme motlo, recimo, ali ti je na koncu ustrezalo, ko si enkrat? A veš, da je tako, na štartu je bilo res, kaj je to, zakaj sem tukaj, zakaj tle zmrzujem, lahko bi ležal v neko posteljo ali pa bil kjerkoli, ne, na svetu, ne na te štartne točke, ampak polk, tako ko štartaš, ker ti si hype, toliko ljudi, pa itak po 1 kilometru sem že začel dol medati, tako da pa sem tudi en story objavil, sem rekel, rabam nove rokavice, novo majico, nove te rokavčke, ne, mislim, pač, a veš, tako zanimivo je, kako se hitro se greješ, kljub temu, ne, da je bil ta fil -6. Pa tako, mislim, res Dunajski maraton mi je sam žal, po eni strani bi ga šel še enkrat, res zaradi tega, ker ful sem imel velika pričakovanja, gledal sem, kakšno vzdušje to naredijo, tam bi bilo vse tako na minimumu, zaradi tega, ker je pač vreme jim uničil vse. Ljudje niso prišli in potem vse skupaj da je bolj komorno, res, to je res, ja. To je res, ja, vreme veliko vpliva, ne na tekače, kot na navijače in potem je vse skupaj precej odvisno. Zdaj, povej mi, Primož, po prvem maratonu, imel si epizodo, potem si treniral drugi maraton, pol ure hitreje, še bolj, si že vmes začel sistematično trenirati, si že vmes začel študirati, si že vmes poiskal Anico, ki je v bistvu v žlahtine načina, ne? Kako je prišlo do tega? Pa v bistvu je bilo tako, ne, da sem s tem nekaj časa odlašal in pa sem rekel, pismo, čakaj, sej žena ima teto Anico Živko, bivšo maratonko, vrhunsko trenerko, vrhunsko tekačico iz, se pravi, tekaške familije, ne, sem je pač pisal, ti, bi midva lahko sodelovala in sem začela sodelovati v bistvu za Dunaj. Ne? In za Dunaj sem se skupaj potem pripravljala, potem še nadaljevala, ne, za Radnice, potem za Ljubljano, ne, in pač tako so v bistvu dejansko, zdaj je to neprekinjeno sodelovanje, zdaj pač 2 leti, nekaj tazga. Se pravi, leta 24 je ona začela kaj pisati treninge in te usmerjati. Tako, pisati treninge, pa spremljati rezultate, predvsem ona zelo rada sliši, kakšni so občutki, pa to, se pravi, tako mi je všečno njen pristop, pa tudi jaz si, mogoče bo malo jezna, kam to rekel, jaz si pravim, da je čarovnica, v smislu tako, veš, da jim ti napiše eno tako stvar in pol tako študiraš, čakaj, kar nekaj, ne, in pol vidiš, da je na treningu dejansko to, ne, in ona je iz tega, da jaz nisem, da sem nagovoril, da jaz ne morem laufati negativ split in mene ona to zdaj naučila, da to pride že kar tako pač iz enega brezveznega teka, še avtomatika taka je že to. Tudi zdaj, ne, ker je bila ta kranjskogorska 10, ne, sem tako, prej sem se pogovarjal z enim tekaškim kolegom, on je rekel, da je to ful zafrkljena steza, ne, pa je tako, ok, v redu, sem si mislil, pač kvar, ne, pa ful vroče, pa se rekel, kaj je vroče, že sem tle v puloverju, ne, več. Pa je dejansko bila tako kar zahtevna, no, sem bil pa zadovoljen zato, ker sem pač naredil ta negativ split, ne, ker sem tudi s tem namenom dejansko šel na to 10, ne, pač ker je izmerjena, ne, pa pač tudi malo kot priprave za Ljubljanski maraton, ne. No, pa tudi kakšne te stvari, kdaj, kar rečem, ne vem, ta 3., 4. interval ne boš mogel več laufati, ne vem, primer 4:30, ne vem, zakaj je za to napisala, ne, pol vidim, ne, ker pač res ne moš počasneje laufati, ker friški trej, ker si že toliko nadražen in vse, ne. Tako da res, mislim, ful sem hvaležen, da sodelujeva in
mi ful pomaga, pa tudi to mi je všeč, da je taka, da ni strogo zatežena tako pa tako, ampak da pač se vsaka stvar da prilagajati. To mi je res pri njej ful všeč, ima res dober pristop do treninga. Ne pa sta postopno napredovala, zdaj si, ne vem, ko si v polnem treningu, kaj odbiješ, vajen si trenirati, prav nekih 100 km na teden, ti ni več težko narediti. Ja. In tako naprej. Kako so danes strukturirani tvoji treningi, glede na to, da so prej povedali, kako si pri MMA-ju treniral? Ja, midva se v bistvu vsak dan slišal, razen tako pred tekmo, malo bolj določil in pač analizirava in pač mi tudi povedali, pač tukaj, ne vem, bi bilo bolj, da bi mogoče v kakšni drugi uri treniral, tukaj bi mogel malo več, da je to tako. Pač vsak trening posebej, pa mi tudi tako, ne vem, da rečem, to jaz bil pa malo zmatran, ker neče ne povem, pa to kar ve, vidi iz grafov, kaj pošiljam. Spravi se pošiljam te izpiske iz Polarja, pa iz Strave, pa slišva se dosti, tako dosti komunicirava. Vse pa kdaj uspeva tudi videti na kakšnih prireditvah. Povej mi primer treninga, ki ga res, recimo, bom rekel, malo se ga bojiš, vsakič znova ti je malo zoprn, je pa pač tisti, ki je res boosterno. A veš, kaj mi je v bistvu zdaj tako, ko so začela zadnje pol leta po moje delah, ali pa zadnjo leto, so tako, ko mi kdaj razbije kakšen trening, se pravi, da, ne vem, imam 5 km ogrevanja in pol imam pol ure vaje v klanca, tiste vaje, ne vem, se pravi, zametavanja v tek, pa intervalno zametavanje, pa spet tek, tako, mislim, to mi je tako, vedno grem s takim, kako bi rekel, s težkim srcem to delati, ker mi je tako, se mi zdi tako malo čudno, vse skupaj, ampak pol, ko to narediš, pač vidiš, da ima res nek dober namen in pol drug dan, ko imaš težji trening, ki to leti, pač to res super za presekati. Tako, taki treningi so mi tako malo da kaj za to meni treba, v tem smislu, da ima malo tak čuden pogled, jaz osebno, ampak pol, ko pa to narediš, se pa to boljš počutiš in tudi rezultati govorijo zase. Se pravi, si zadovoljen, da delaš s trenerko, ker si imel, ko si začel laufati, nekak željo, da bi napredoval, ne pa samo, bom rekel, trčkarjev, pa malo tekov. Tako, to je pač del moje osebnosti, da sem pač ful tekmovalen in sem rekel, da pač, če želim to izpopolniti, sploh glede na to, da sem pač star sem 36 let, glih na olimpijske ne bom šel, ampak tam, da se pa približam recimo 2 uri, pa pol, to pa je še mogoče možno, ampak sam težko, za neko tako podporo trenerke, pa verjamem, da nekoč upam, da nekoč rata. To mi je tisti ta glavni cilj, da bi enkrat maraton to laufal. Ker itak, se so pri vseh teh tekačih, se mi zdi, da je prva stvar, kako ne zdaj laufam v coni 2. Ja, pač nekaj razmišljati v coni 2, to je prva stvar. Poluno jim je najboljša ta barijera 20 minut na 5 km, pol, ko greš po 40 na 10, pol je itak naslednji korak je maraton po 3 urami. In tako moram reči, da sem bil lani ful razočaran, ker sem laufal 3 ure, 2 minuti pa 58 sekund na Ljubljanskem maratonu. Pa me je takrat, tako, ko sem bil v cilju, sem srečal Anico, pa rekla, Primož, daj poglej onga tamle, ki leži na tleh. Ti si svež, ti si pripravljen kadarkoli laufati maraton po 3 urami. In pa je bilo to tako, pač nek slučaj, na tistem sejmu tečem, sem zadev štartnino za letošnji Pula polmaraton, pa takrat hkrati za maraton Reggio Emilia. To je pa presežno, da... Istočasno, to si vse na sejmu pobral. Na sejmu sem to dvoje pobral. In moram reči, da ko sem to dubil, ko me je srce začel igrati, sem rekel, Anica, greva to barijero 3 ur, pač prebroditi. In pa je bilo še tako, da sem videl, da je bil en let prej Boštjan Jenič ali Jenčič, kako je, da je bil 8. In sem tudi pisal, da je kakar je ta proga, in je pač mi napisal, prvo polovico se uspenjaš, ampak če si relativno svež, imaš drugo polovico negativ split zagotovo. In to je res, tisti, ki ga ni laufal, ne more verjeti, da je to možno, da ti se pač 21 km uspenjaš, je pa ti zanimiv, ker Italijani imajo tako združeno, da pač
ne štartaš za pol maratonom skupaj, ampak da se ti na polovici pridružijo. To je bilo recimo zdaj pač na Reggio Emilia pa v Padovi je bilo isto. Tako da mi je bilo to ful zanimivo, in pač res pač relativno svež pridem na polovico, začnemo skupaj s polmaratonci laufati, pač tako prehitevaš ljudi in to gre kar skozi dol. Edini na koncu je nek podvoz, greš ful dol, pa ful gor, tako čist, mislim, da zadnja 2 kilometra. No, in jaz tako videl sem, da pač bo pod 3 urami in ker pač ne moreš to žiti. Ker sem prišel tisto zadnjih 500 metrov ali pa zadnjih 800 metrov, jaz pač laufal, kar je dal od sebe. In pa je tako, takrat se mi zdi, da sem dosegel tisti prvi runner's high, ker sem se kar začel smejati, solze so mi tekle in pol vidim še žena tam malo in to se kar vsi gledali, se je njokali, razumeš, to je bilo res nekaj neverjetnega, kako se je dobro zaključil let. Pač, adijo pamet, pač prišel sem v tisti klub tekačev, maratoncev, ki laufajo pod 3 urami. Pol pač tako v Sevilji še enkrat, Padova je pa druga zgodba. To je pa pač zakaj bi poslušal trenerko, če ne rabiš? Prvič, deviacija, zdaj si bil pa pameten, kaj za sebe in si rekel, zdaj pa jaz vse vem, da bom pa jaz poskusil 2:50 napadati po svoje, ali kako, povej mi več. Padova, izvrsten mesto, izvrsten maraton. Ful dober maraton, sicer mesto je tako ful usrano, jaz sem imel pač te rumene čevlje, ki so polaratali kar črni, pač res je ful je umazan mesta. Je pa tako, kar se tiče arhitekture, pa tega je ful dober, pa ful je bilo vroče. Jaz presežem, da nisem še videl v življenju na tekmi toliko rešilcev, da bi toliko ljudi odpeljali. Pač dejansko pol, ko smo se nazaj sprehajali do hotela, je en reševalc pač na polno preletu na hrulu policaje, se umaknejo in pol je zbil znake in šel, pač res sem imel toliko urgentno vožnjo, očitno je bila neka reanimacija, da se vrnemo na to. Se pravi, jaz sem bil takrat upadel in ful na hype, bil sem, mislim, da spet v prvi vrsti ali v drugi vrsti, pač super fast runnersi, lepo prelaufam 4 km do štarta, potem še malo pijem, itek sem šel še 8-krat na stranišče, tako kot ponovadi. To je zanimivo, ista fora, isto sem imel pri MMA-ju, da sem mogel iti ne vem kolikrat, pač zarežil so na WC, pač na malo potrebo. To ti je še ostalo. To je ostalo, res, mislim, ker to je bilo tako, tudi za prvi fight sem šel, jaz ko čisto easy na WC in jaz slišam gulica, za prvi fight sem imel na gulici, jaz slišam gulica, primo šel reči, ko je zdaj to, pač hitro pospravim, grem. No, tle je bilo pa tudi tako, še minuta, veš, pa tako vidim, da še en pač na WC, sem rekel, da jaz grem tudi, Ok, da se vrnem. Jaz sem imel v glavi, zdaj po 2:50 gremo, ful sem delal še nekaj objave, da pa še zdaj sem pripravljen, vse je kazalo, da sem pripravljen na to. In pol sem tako, ne vem, kaj sem imel v glavi, če si laufal v Seviljo 4:05 skozi, od začetka do konca, boš pa zdaj lahko 4 skozi. Boš malo morgen, prvih 10 km je šlo, pa me pa kar tako odrezali, kar ni šlo, pa še kar vroče je rata, pa vse mi je šlo na živce. Pa boril sem se sam s sabo, kaj ti je bilo tega treba, pa zakaj nisi poslušal, pa kaj si rinil, pa dej se požen, pa ni šlo. In pa je bilo še tisti na koncu najhuj, ker sta me dva pejsarja za 3 ure prehitela, ste rekel, zdaj pa ne bom, mislim, če imam 2 zapored, da bo tretja. In pol mi je ratal, 2:59, 36, nekaj tazga je bilo, mi je ratal, tako še žena, dobro posnela, ratal je, veš. Ko sem se pol posnel, sem sam rekel, maraton, Padova, porka mizerija, tako, veš, ko se pripravljaš, to je malo priložnosti imaš za maraton, zdaj tisti, ko se pripravljajo na maraton, vejo, o čem govorimo, ti dejansko posvetiš velik del svojega življenja tem pripravam, pa konec koncev maraton moraš taktizirati, pač pust petko, na petko greš, na vse ali nič, mislim, ko enkrat to pozabiš taktiziranje v redu, 10-krat tudi, pol maraton moraš že malo, ker recimo lani v Puli, ne vem spet, kje sem imel glavo, ampak prvi krog, prvi 10 km, jaz nisem nič pil.
da sem se tunek, ne vem, sploh kaj sem mislil, pa me je ful zabila vročina, ful je bilo že tako soparano, ampak ker nisem pil, sem pač imel drugo polovico ful slabo. In ja, no, tako da pač moraš narediti negativ split, moraš biti malo tudi konzervativen, ne, se tako, če gledaš vsi na svetu, vse knjige o teku, kupil sem se eno knjigo, ko je že, zdaj sem pozabil naslov, nekaj v glavnem teku, ena ful znana, ki je bila že iz leta 93 ali nekaj tazga, enciklopedija teka, nekaj tazga se mi zdi, in sem jo prebral v enem dnevu, tako prej se knjige nisem pretaknil, in tam povsod pišejo, maraton se uniči v prvih 5 kilometrih, pa maraton se teče v drugi polovici oziroma po 30. In pač to, zdaj res sem kar malo tako ushičan, upam res, da zdaj, ko grem tretjič v Ljubljano, da pač da je pod 3 ure, to nima, sem bom res naredil vse. Tretji poskus v Ljubljani. Ker presežem, da zdaj, ko bo tretjič v Ljubljani in če bo pod 3 urami nekaj časa, ne bom več laufal maraton v Ljubljani. Grem raje v kakšne druge, ker so pač, ne vem, tako, meni je res fajn, da greš ti potovati in da je pač maraton del tega potovanja, ne, da je pač tako glavna stvar, ampak tako se mi zdi, da pač oktobra je kar nekaj lepih maratonov, tle sploh v bližini, in da se splača, no. Oktobra tudi kam drugam je tako kar iz Ljubljane. Pa neč tako, ne govorim, da je slab maraton ljubljanski, pač ljubljanski maraton je pač praznik teka v Sloveniji, nimaš kaj. Definitivno in se ni bati za njegovo prihodnost, na letošnje številke tujci prihajajo. Je pa res, jaz sem dolga leta govoril, da bom šel v Benetke laufati, takrat, ko se ne bosta pokrivala. No. Potem smo prišla leta, pa se mi ni več dal hoditi v Benetke, ker nista na isti datum. Amsterdamski maraton recimo je na isti datum, kot ljubljanski. Nekaj podobno, ni? Budimpešta tudi ponovno, pa teden prej, pa maraton imaš začetek meseca, oktobra še v Skopju, pa imaš maratonov, se bolj, če boš tam pogledal, je na 100 na 1000, kamor reš lahko potovati, verjemi, da ti, če vsakič izbereš drugega, pa če res jih pogosto delaš, ne bo zmanjkalo teh destinacij, no pa še žena bo vesela, sicer boš pač družinski proračun zapravil za to, ampak mislim, se konc koncev, za večje traparije se da porabiti, kot za to, da reš na kakšen maraton in maraton, major si to si slišal, to te že kaj vleče, ponavadi vsak, ki pride mačke noter resno maratonsko tekanje, začne poslušati pa Berlin, pa New York in pol vidi to in se mu zmeša. Ti? Ja, me mika to, sam sem tako rekel, zdaj se pravi za Boston imam normo, sicer bo pač tisti cut-off time, pa verjetno bom izvisel, pač prijavil se bom, če bom prišel, Drugače za London sem pa 2-krat se prijavil in 2-krat nisem bil izbran. In sem rekel tako, v tem smislu, pač, ko bom na enem beletu bil izbran, ali pa, ko se bom nekam prijavil, bom začel to delati, ker mi je res to pač všeč mi je. Se recimo zdaj delam tudi ta Hyper 5, ki je v bistvu te regije Emilia Romana, pač imam iz Reggio Emilia, pa pol drug let sem mislil zdaj začeti, oziroma nadaljevati s temi maratoni, kot je v Rimini, Bologna, pa še ene parih teh, da bi to naredil do 2030 imam čas, pa sem pa rekel, ja, major je bi itak, pa pozno šitak še te, ne vem, European Half Classic, pa Nina, mislim pač. Klasike, evo, naslednje leto se vidimo v Rimu, jaz peljem malo večjo skupinco, ti boš tam, Rim spada v klasike, evropske klasike, pa Dunaj spada v evropske klasike, rabaš jih 5 od 8, tako da Dunaj že imaš, Rim boš imel že 2, porabaš sam še 3, pa imaš še klasike narejene, pol imaš super halfi itak, dobro, to je za ogrevanje, prtep, pol imaš španskih, Grandes, Cinco Grandes, nekaj tazga je, to so pa Sevilijo tudi že imaš, Barcelona, San Sebastian, Madrid, pa Malaga se mi zdi, no tako da le, mislim. Super, mislim, maraton je res kukarčaš, mislim, una stran tu ali nekaj tazga. Hotu, to je res dobro, ker pač točno si izbereš, kjer mesec, kjer država, mislim, kjer kontinent, in sam gledaš in zbiraš, In se mi zdi, da je tako, ne vem, to boš ti bolj vedel, ampak zdi se mi, da je tek res ful v vzponu, in tudi tako pravijo, da pač v bistvu poprejšnji čas na maratonu, se pač povišal, zaradi tega, ker je pač toliko več udeležencev na maratonu in pač super, res mene to ful veseli, ker dejansko, če se tako šaliva, rabiš za tek res zelo malo stvari, pa pač začneš slušalke, super čevlji, super adresi, pa pač gre lahko to ful
v ekstreme. Pa meni je všeč tek tudi po temu, ker je nekako individualen šport, pa dejansko greš sam proti sebi, pa proti ostalim, pa ne rabiš nobene opreme, ker recimo, ne vem, če rečem kolo, pri kolesu so pač ta odstopanja med enim kolesom pa drugim kolesom ful velika, tle pač v čevljih 5% max dobiš na času, tako da to je res, kako sem rekel, že prej, pač to je, ljudje smo narejeni za to, da laufamo, pač zaradi tega smo se začeli tudi razvijati, samo v bistvu, ker smo vratili baleni, pač, ker se nam ni dal več za živalmi laufati. Mene izjemno veseli, da vidim, to, kar si rekel, vse drži. Vse drži, ti si, recimo, ok, si še milenica, ampak si pri drugi polovici milenica, jaz vidim ogromno generacije ki je začela laufati, se združuje v takih drugačnih klubih in tekaških asociacijah, družbah in tako naprej, in mulci laufajo in to me neznosno navdušuje. Smo pred korono filozofirali, zakaj mularija ne teče, takrat se je povprečna starost, recimo na Ljubljanskem maratonu drastično povečevala vsak let, da se pač zmanjšuje, hvala Bogu, nič nismo naredili, samo se je zgodila se je korona, zgodil se je premik v moče v glavah, zgodilo se je to, da ljudje so ugotovili, da je tek najbolj dolgočasna stvar na svetu, je lahko tudi zabavna, pa družabna, pa tako naprej. Ne vem, ti zmeraj treniraš sam, se kdaj priključiš kakšni ekipci, povabiš koga, si koga že zvabil? Mislim, tako, parkrat smo šli skupaj s kakšnimi pač kolegi, ne drugače velikrat tudi kakšen povabijo, je pa, mislim, tako je, pač že tako, kot sem prej, ne vem, ko so se na začetku povajali, težko se je zmeniti za eno pijačo s prijatelji, ko se zdaj za trening, sploh če ste iz drugih krajev, pa konec meni osebno ful bolj paše, da sem sam, pa da sam treniram, je pa ena stvar, ki mi je pa pač ful všeč, je pa to, kadar greva žena skupaj, kadar imava to možnost, največkrat to delava v bistvu nad Trbovljam, tam po Knjezdolu, greva laufati na Sveto planino ali pa na Mrzlico, ki pač lahko tam malo dava čuvati, Rečemo pa kdaj tudi, zdaj smo imeli eno parkrat že take epizode, da smo dala spat, pa pač kamero, pa na telefon, pa okoli blokov, jaz reče temu blokovski krog, tako recimo isto, ker smo šli sama na morje, sem pač si izbral na Krku prav mesto, sem si izbral en apartma, ki je čim zraven doma za ostarele, in to je pač ena cesta okoli tega doma za ostarele, ki je dolga 400 metrov, in pač sem tam v krogih laufal, veš pa na kamero gledal, pač tako, mislim. Se mora znajdati, mislim, prav. Mislim, da se, mislim, se zato pa imaš tudi kakšne te ekstreme, ki pravijo, pozakvati ob 4 zjutraj, kdaj greš laufati, ja, pa zato, ker moram pred šiftom narediti trening, pa največ miru imam takrat, pa najmanj časa zgubim, pač najmanj tako družina trpi, zaradi tega trpi v smislu, pač, da nisem z njimi. Se pač se, če spita po noč, pa nimate veliko dne. Veš, kaj mislim? Ja, mislim, jaz sem tudi tako delal svoje čase, ko sem malo več treniral, sem tu stajal 4 zjutraj. Tudi po najdaljšem treningu sem bil v 8-9 nazaj, pa meni niti skoraj da ni vedel. Sicer sem bil po tvojih let, pa sem bil še po prvem očeh cel dan, ta cel okrog, zdaj si tega ne predstavljam več, raj ta tek spustim. Ampak mi je všeč, da tudi boš dajal te stvari, najbrž tudi, ne samo humorne vsebine, tudi porabne za ostale klasične fotre oziroma tvojo generacijo pobov ali pa teh, ki še prihajajo, pa bodo imeli več življenjskih izzivov, pa bodo rekli, se mi naznese, pa boš tisti naslov, recimo, kamor se bodo lahko šli podučiti, kako pa vse to počenjati. Se meni je všeč, kadar mi kdo kaj napiše, mi je všeč, ker pač nimam nekih zadržkov, jaz pa z veseljem povem, pač svoje izkušnje, pa kakšne predloge, pa nasvete dam, ampak se mi zdi, da tako, uživo te bolj upajo vprašati, ali pa kakšni popolni neznanci ti prej upajo pisati kot prijatelji, recimo, tako. Drugač pa ja, če bo kdo kakšno vprašanje, pa kako kombinirati, z veseljem odgovorimo, pa s tem, kar sem se sam naučil, pa kakšne težave sem imel, pa kaj bi recimo kaj drugače naredil in podobno, pač jaz res nimam težav z deljenjem znanja, pač to je dejansko tudi moj poklic, se pač oziroma tako, bom rekel, če vprašaš mojo ženo, sem jaz tisti na šihtu, ki težijo, ker pač jaz sem drugačen, varnostni inženir, tako da pač
učim ljudi, ne, kako je treba varno delati, pa kako preprečiti kakšen požar in podobno. Ne, in pač rad delim znanje in mi je veselje to, no, če komu recimo pomagam s tem, kar mu povem. Ne. Vem, da si veliko hodil tudi po slovenskih tekaških preditvah, v Križu tudi kakšno zmago, ne, od Maribora do Brda pri Kranju, vem, da si bil, pa v Bohinju si bil, mislim, zbiraš te tekme po občutku ali dogovoru s trenerko ali kako? V bistvu je tako, no, trenerka bi po moje bila bolj vesela, če bi manj tekmoval, ne, recimo zdaj imam že neko idejo, ne, da bi pač šel spet ta vikend nekam tekmovati, ne. Ker recimo lani sem imel res praktično vsak vikend pred maratonom, da je bila kakšna tekma. Ne. Letos sem se tako odločil namensko, da bom laufal petke, ki mi je všeč, da pač ni taktizacije, da pač greš in laufaš, ne, tako da pač tekmujem v tem Fedban pokalu. Mi je ratal zmagati v Mariboru, v Celju sem bil 4. Od tek to se pravi ta velikonočni tek okoli Šmartinskega sem bil 3. To je bilo ful zanimivo, ne, se pravi, da se postavimo na tisti most, oziroma konec tistega mosta, ne, štartamo in sem bil dobesedno 4 kilometre skozi ta prvo, ne, in pol 2 mladeniča prijete zraven mene in tako sem že videl, zdaj pač ne boš se rekel, ajde fanta, pejta, ne. Je bilo to res prav smešen in na te krajše verzije, ne, sta bila 2 mladoletna, pa en foter 3. in pol na ta dolgi progi, ne, se pravi na 11 kilometrov isto, 2 mladička, ne, 2 srnjaka, pa en foter 3. Mislim, to je to tako smešno, ne. V Celju, ne, ker sem bil, se pravi 4. je bilo pa tako, da sem pač skozi bil v tisti vodni špici, ne, in pol takole so bili 3 pred mano in sem samo rekel, da prosim, da grejo zdaj vsi kao desno, veš, na dolgo progo in noben od njih ni šel, pol pospešen in tako nisem mogel vedeti, pol tisti nehvaležen 4. mesto, ne, pač to je tako. Nimaš kaj, ne, pač se še vedno naredijo na tej prireditvi, da so pač do 5. mesta prideš gor, ampak pač 4. mesto je najbolj nehvaležno, ne, pa drugo recimo. Najbolj se smejo na podiumu ponad zmagovalec, na 3. mestu pa veš spoka od navdušenja, drugi mes je pa na kisu 4. pa je gostilni. Tako da pol v Mariboru nočnem teku, to je bilo pa ful zanimivo, ne, se pravi, zdaj, če sem mačkan, to so bili pač prvi pokal moj je bil v bistvu je bilo na konec leta 2025 na teku v Novigradu. To je bila taka fora, da v bistvu takrat je zmagal Roblek, pol drugi je bil ne vem kdo, ta 3. sem bil pa jaz. Ampak to je tako izgledalo, že sem šel tisto tekmo pač laufati, brez nekih pričakovanj, ne, pač, ker mi je tudi trenerka rekla, da ne vzamem to kot trening, ne, da se ne bom preteral, ker me čaka pol maraton Reggio Emilia. Ne. No, in jaz laufam, pol je tam, ne vem, koliko poznaš Novigrad na Pobljani, prideš v mesto, po tisto marino, ena taka luka velika, in jaz vidim kolesar, pa en tekač pa še en. Pred mano je bil pa en, ki sem se mu bližil, sem rekel, ta je tega le zdaj le more. In sem točno vedel, kje ga bom prehitel, ker so bili tam neki lokali in je mečken količine in tam se pač pospešil. In pa je bilo še to se prav spomnim, ker je ena gospa rekla, 3. si, ne, veš, jaz sem 3. so, ne, in pač sem laufal in dejansko prvi podijum, jaz sem bil po moje, jaz bi res, da se je bila tako čist navada, jaz sem prvi, ta je drug, jaz sem bil pa tam, kako so one slike, ki bi se kar šampancem polil, pa to, ne. No, to je bilo prvi, že sem bil tako na stopničkah, ne, pa sem bil na Parenzani, sem šel na 11, ker mi je bilo tako, sem rekel, da vidimo, ne, pač, ker je zelo zanimiva Parenzana. Na 21 sem šel že 2-krat, na 16, ko ne bom šel po moje nikoli, zato ker je taka ful smotana, ker začneš po runmu hotelu in te pol takoj klan zabije. Okay. 6 ali 5, tista je čist ravna, 11 je pa super, ker imaš po prve 3 kilometre pa samo vzole. Sem rekel, evo, gremo, ne, in pa sem tam nekaj časa bil celo prvo, je to najbolj tak zanimiv feeling, ker si prvič na eni tekmi in si ti prvi ni pa tabor bengar, razumeš, po me je pač ujel tisti možak, pa šel naprej, pa še en je šel, ni mene, sem bil pač pol 3, tako da to je bilo ful v redu, ne. Ja, no, pa pač, zdaj sem bil pa prvič prvi, ne, je bilo pa, letos je bilo premierno se pravi v Bohinju, teh 4 srčnih mož, ne, so dali 5 kilometrov, sem rekel, tole sem zdaj prijavil, jaz bom tle zmagal, sem rekel, jaz tle bom zmagal in ni variante, da bi bilo karkoli drugačne.
Mi smo imeli še tako, ful sem je dobro poklopil, mi smo v službi imeli planiran, da bi imeli nek na Štajerskem team building, se pravi, ponavadi to dvodnevni team building iz petka na soboto, so pa pol predstavili v Bohinji, se rekel, top shit, ne, rezerviraš še hotel za soboto pa za nedeljo, da sta potem še žena pa ščera pa šle dol, ne. Ampak mene je v petek, pač tako, cel dan smo se pravi imeli neke te aktivnosti na team buildingu, ker je bil pač slabo vreme, drugače je bilo mišljeno, da bi neki kolesar ali karkoli, smo imeli pa te družabne igre, pa ne vem, odbojka, bla, bla. On je pa zvečer mene začel nekaj kriviti, pač ne vem, sem se zabaval, da sem imel neko zoonozo, zato ker sem en dan prej usposabljal ene veterinarje, higienike, ene z nosnim dvigalom, mi smo pač en kravji kadaver premikala, ne, se rekel, da sem dobil zoonozo, ne, to je res, mene je kar začel tres, pri Švici sem bil na polno, ne, in pol v soboto sem mislil, da bo bil tako easy day, ne, sam se je moja žena zamislila, da bomo šli pač en krog okoli jezera, potem smo tako, pač, začeli smo hoditi in sem rekel, kam zdaj gremo, no, špejmo malo, pa smo kar naredili cel krog, ne, okoli Bohinjskega jezera, no, naslednji dan pa tekma, ne, stari, pač čisto takole, štartamo, laufam, gor, dol, kakor je taka zanimiva, razgibana proga, pa me prehiti en, pa gledam, aha, ima oranžen, nima moder, v redu je, pa me pol prehiti še en, mal pred ciljem, pa gledam, aha, oranžen je, ni moder, v redu je, pač preletim in sem zmagal in sem dovoljšel, verjetno. In ta vikend sem zmagal, naslednji vikend sem imel pa pol še to v Mariboru, nočna pač petka pa desetka, in pač tako začnemo in vidim, naprej gre na polno, mislim, polne bombe, je šel v klan, sem rekel, kako je to zdaj noc, ne, kako mi je rekla, že dostkrat Anica je rekla, da pač ne sekiri se, nič ne glej, kdo se kaj prijavil, ker lahko pride en vrhunski športnik, tako malo zaheca, ne, sem rekel, ja, se to imaš prav, ne. No, glavnem ta, ker se je toliko zaletel, je hiter pol umagal, ne, sem ga prehitil in pa sem dobesedno skozi vodo, pa to je taka zanimiva trasa, greš malo po stopnicah, ne, pa okoli tistih 3 ribnikov, ki sem se pol z enim Mariborčanom hecal, sem rekel, kako imate vi tam 3 ribniki, če ste samo 2, rekel, ja, sej, če dosti spiješ, so 3, pa je pol tretji gor, neki višji, no, ampak to... En manjši, ja, tako, ja. No, tako, v glavnem jaz preletim dol po tisti aveniji in tako pač prvo sem, ampak to je bilo tako zanimivo, ker sem bil pač, ponavadi sta punce z mano, ne, me vedno spremljata in to je pač res nekaj najboljšega, ker ti prideš v cilj in vidiš, da sta žena pa hčera, ne. Te sta bile pa pač na ene parih tekmah, pa jih ni bilo, ne, tako kar malo drugače, kar beden, ne, ti si pač tam sam, ne, ampak okej. Je bila pač druga zmaga, ne, sicer pol, ker sem prišel v Trbovlje, me je takoj tašča zapila, ne, kako, to pa ni bilo dosti konkurence, je rekla, se rekel, v tej nehi, mislim, da je rešil, bravo, zmagal si, ne, me takoj zajbavati, ne, ampak okej, pač tako, ni bilo kar smešno, ampak vesel sem bil pa itak, ne, pač 2 vikenda zapored prvo in to je to, ne. Ko boš res dober, te začela še tašča hvaliti, to je pa pol vse doseglo. To je ful zanimivo, veš, kar je recimo žena moja, ne, je v bistvu ima ful, mislim, ona je ful bolj talentirana za tek, kar jaz, ne, če bi ona tako pač resno tekla, kar jaz, ne, mislim, da bi šišala me že zdavnja, ne, ker očitno neki imajo v genih, ne, ker pač njena teta in njena mama, ne, se pravi, tašča moja so bile obedve v Kladivarju, ne, sta pač obedve tekmovale, tudi ne, sicer njena mama ni nikoli laufala polnega maratona, mislim, da je sam pol maraton, pa 10 km, pa tako, ne, ampak je bila tudi ful dobro, je pač pobirala medalje in pokale, ne, tako da očitno nekaj je v tej družini, no, s tekom. Se pravi, vajina hčera pol ne bo se borila v kletki, ampak bo tekačica, ali kaj? Ja, jaz upam, no, mislim, šla je že na ene par teh otroških tekov, ne, sam je tako, ful je na začetku malo vse skupaj preveč, a veš, mislim, preveč hrupno, preveč ljudi in rabi malo, da se uživi, no, ne vem, kako bo zdaj, meni se zdi, da naslednjič, ko gremo, bo ta Triglav tek, ne, pa bo takrat žena laufala, zvečer imam jaz pol nočni tek Ljubljanico, ne, pa bo šla spet laufati, pa bom videl, no, kako bo. Jaz upam, da je bo všeč. Drugače sem rekel, všeč mi je, ker si omenil, da tvoji trenirajo judo, ne, ker jaz sem rekel, da jaz bi jo dal na judo, ne, pač pol, ko bo stara, mislim, da pa 5 ali 6 letih jih vzamejo, ker mala šola juda je pač nekaj najboljšega, kar je možno.
trenažni proces imajo ful dobro naštudiran. To bi želel, drugače pa tako, če bo laufalo, super, vse ful raden, ko laufalo, itak vedno, kadar me vidi, kje, če se viš istočasno, da grem jaz laufal, pa gre stavno na danes prehod, to največje veselje, pa kar zraven še malo laufa, pa tako. Tako da, po mojem, da bo tudi v športu, ne, tam, da bom delal na tem, da je bo šport zanimiv. Ja, jaz vam mogo še 20 let delati tale podcast, da pač najprej ženo gostim, ja, ki bo šla v maratonske vode, pa še hčerko od Vrbinca. Te še kdo pokliče Vrbo, kdaj se kdo zadere za tabo? Pa, veš, kaj se mi največkrat zgodi, tako čisto iskreno, da kdaj srečam nekoga, ki ga na prvo žogo ne poznam. Pa se ne začnejo koleška vrteči, probam poštudirati, s ki tebe zdaj poznam, ne, pa rečem, oprosti, a me lahko poveš, iz kje se poznava? A se poznava iz borilnih veščin, a se poznava iz teka, iz gasilcev ali iz službe? In pol je vedno eden izmed teh odgovor, pač ali iz borilnih veščin, ali iz teka, ali iz gasilcev, ali iz službe. Pač jaz ne vem, usposabljam za varno delo že več kot 10 let, to je šlo po moje prek mene tam med 10 pa 20 tisoč ljudi, preko borilnih veščin se itak poznamo, pač se, če pišeš. Zanimivo je tudi tako, da med shiftom sem imel že situacijo, da je enkrat en direktor sprašal, kako pa je to za en varnostni inženir, mislim, je to normalno, kako se obnaša, ker napiše Primož Urbinc in pol pač padajo ven te slike. Čeprav zdaj se ima že algoritem popravil, so zdaj že tudi kakšne tekaške slike vmesno. Počas porivajo une pred majice, ko gledaš tako, da bo še enega fentov z temi prijaznimi nasmejanimi iz tekaških. Googlejte sami, jaz bom vse polinkal spodaj, spoštovane, tale pogovor je tako zanimiv, da ga bomo mogla s Primožem nadaljevati pač v živo. Ti bom pa dal pač še zadnje vprašanje, mogoče predzadnje seveda, spremljaš seveda slovensko atletiko tek, pa svojega klubskega, rečemo tu kolega Vida Butolina, ki je zrušil 100 let, bom rekel, star rekord na 5000 metrov, na 5 kilometrov, recimo, to, kar ti zdaj laufaš. Ja, mislim, vem, kdo je spremljen, je tudi pač trenira pod okriljem tekaške šole Živko, tako da pač sem bogata prihodnost ga še čaka in se mi zdi, da tudi tako, vse prej, sem rekel, da ne spremljam, vem približno, kjeri so, tudi recimo njega pozna potem Klara Lukan, pa potem Jakob Medved, pa pač mislim, trenutno, imamo mi, se mi zdi, kar v sporu, pa Živa Rimic, zdaj, pač to je res super in sam upam, da jih še drži in da bo res postavili Slovenijo tudi v atletiko in na ta višji nivo in da bomo prepoznani kot atletsko dobra država. Pač, da poleg tega, kar nam je postavil zdaj Roglič v kolesarstvu, da bojo še atleti, dvignili prepoznavnost Slovenije tudi na teku. Jaz mislim, da to, z letošnjo sezono, pa še kakšno naprej, ne bo bojazni, kaj se dogaja v slovenski atletiki, kaj se dogaja v rekreativni atletiki, tudi, saj rekel si, kaj so tvoji cilji, 2 uri pa pol, tle v tem podcastu sem imel par pretendentov, za to, za ta dosežek pa par takih, ki jim je recimo rekreativcem uspelo, pozdravljamo vse omenjene, zdaj imate pa še enega, ki vam diha za ovratnik, piše se Vrbinc, ime mu je Primož, ima zanimivo tetovažo čez prsa, ampak ponato majico gor, da se jo ne vidi, pa itak jo ne vidite, ponavadi vsi ostali, ker je pred vami. Primož, vrhunski pogovor, jaz sem navdušen, predstavil si mi pač borilne športe, ki jih ne poznam dobro, predstavil si mi svojo mentaliteto v teku, pa to, da si skuliran foter, ne samo klasičen, mi pa sploh všeč. Tako da jaz ti želim izjemno tekaško kariero, verjamem, da se bova, če ne prej, se bova videla v Rimu, pa moče že na Ljubljancu letos, se potrudim, da te poiščem, pa morda celo uspeva kakšno pivo spet skupaj po teku. No, super. Zmena, sem za. Pa moram še reči, da sem ful vesel, da sem me poklical, ker sem tako, da sem začel spremljati malo ta podcast za Gre za tek. Sem si rekel, kot če bi res enkrat bil gost na tem podcastu in evo me. Tako da super, hvala ti, res za to povabilo, ful mi je bilo všeč.
in z veseljem še kdaj. No. Ni mi žal, da sem te poklical. Ja, kdo bo rekel, prezgodaj si ga, ne? Daj mu še kakšno leto, da ne laufa 2,5, ampak že tole je bilo, lej, ni problema. S tabo še kdaj, no, takrat boš trušil 2,5 uri, če ne prej, se pa spet sliša. Primož, hvala še enkrat za tvoj čas, za te tvoje zgodbe, pa srečno, dober tek na maratonu. Hvala pa uspešno